Đorđe, hvala, ker si prišel. Jaz ti sam mal mikrofon popravil. Evo, sem zraven ga meje, če bo karkoli, bom ti popravil. Ja, jaz sem, odkar sem začel ta projekt, zdaj bo 1 leto. Super, ja. Si bil ti eden izmed prvih komentatorjev, ne? Ja, drži. Ja, in sem v bistvu teme, ki se jih dotikam, sem vedel, da bojo, lahko rečem, kontroverzne, ne? Ker vem, da so, recimo meni izpred 5 let bi bile zelo kontroverzne, ne? In to, da se v bistvu nek dialog vzpostavlja tudi v komentarjih, ne, je mene vedno ful veselil, ne? In ti si bil glavni, ki si bil zaslužen za to, ne? Ja, jaz sem ful vesel v resnici, da sem najdel, YouTube je mene ena izmed glavnih, kak bi rekel, stvari, ki jih gledam, rad gledam različne, ne vdajam, ampak pač, ne vem, kar se tiče znanstvenih nekih raziskav ali pa karkoli je, ali pa teh, mainstream znanstvenikov, no, ko dejansko razlagajo, pač ne vem, ali je to v fiziki ali karkoli. In pač, ko sem malo brskal in iskal moč kakšne slovenske youtuberje, ne, in nisem zasledil nič intelektualnega, ne. Aha, okay. In mi je bilo tako, ne, to definitivno je nekaj, kar se mi zdi, da bi bilo potrebno. In polekrat naletim na tvoj kanal in gledam, kaj pa to je bil takoj že prvi video, ne? Ja, se mi zdi, ker sva ga škrabo. Ja, mislim, da, ne. Ja. In jaz gledam sebino in gledam vse what's all about, ideje, wow. Sem rekel, super, en je začel, ne. In pol sem poslušal vse, in enostavno pač, jaz sem tak, da me neke stvari me sprožijo meni nek, kako bi rekel, impuls in pač moram komentirati na neko stvar. Pač, če se meni zdi iz nekega stališča, se meni recimo ne zdi primerno ali pa karkoli, potem moram izraziti to mnenje. Ja, se midva se nekako dogovorila, ker tudi doskrat je bilo v komentarjih, so kakšni ostali rekli, da je povab Đorđeta, pa sem rekel, zakaj pa ne, ker oba dva verjetno ful rada debatirava in je to neka vrsta zabave, ne. Po drugi strani pa veva, koliko je pomembno to, da ideje malo daš na mizo, pa da malo pogledaš tudi drugo stran. No. Tako da jaz vedno verjamem, da se lahko to je tak kliše, se sliši, ne, ampak lahko se naučiš od kogarkoli, ne. Definitivno, ne. Zato, ker pogledi na to življenje ali pa na svoje življenje ali pa na svet, na sistem so toliko različni, ne. In doskrat imamo mi blind spote, ne, ker gledamo vedno samo iz svoje perspektive, ne. Tako da to, no. Jaz mislim, da bo zanimiva debata, ne. Pa tudi željo imam, da sva čim bolj natančna. Pa to mislim mogoče v filozofskem smislu, ne. Okay. Ker pri takih kompleksnih stvareh, kakor je recimo interakcija med filozofijo, znanostjo, duhovnostjo, zavestjo, kaj sploh je to, kar se dogaja. Čim nisi natančen za sekundo, ne, pa debatiraš, je pol tako lahko v koš vržeš tisto debato. Ne. Tako da to je moja želja. Ne. Ja, to je moja tudi želja, ampak se pravi, oba mama eno napako v tem, da imamo pomanjkljive informacije. Ne. Oba imamo neke pomanjkljive informacije in lahko operiramo zgolj s tem. Ampak seveda je najna dolžnost, da se potrudimo čim bolj resnično podati podatke, ki jih povemo, oziroma kar vemo, in če so kakšne nejasnosti, seveda si lahko tudi drugi to v tem bolj podrobno preberejo. Da si šel na znanstveni del. Ja, recimo, seveda, ja. Kar se tiče osebnih nekih izkušenj pa, so sem pač zgolj naše izkušnje in za nas so resnične. Zdaj pa karkoli sklepati iz tega in posploševati, da to, ker velja zame, ker veljajo moje subjektivne izkušnje, zatorej velja tudi v svetu, ali pa tako more biti. Ti bo sam dodal, da vidimo v obraz. Ja, ok. Potem pomeni, da pač ni nujno, da je pravilno, da je to resnično. Ne. Tako da tukaj treba biti pazljiv in se mi zdi, da je naloga vsakega, da pač pri sebi res analizira stvari, o kateri verjame oziroma kateri misli, da so res in jih preverja z fakti, torej z dejstvi, ki so v svetu. Ja, in tako se mi zdi, da potem imaš bolj jasen pogled na svet. In tudi, kar se tiče v odnosih, mi pozabljamo to večkrat, recimo tudi, ko imamo odnos med posamezniki, ali to med prijatelji, ali pa v družini, med mamo, očetom, ali pa med punco in fantom, ali ne, pač te odnose, večkrat pozabljamo, koliko so. Nekdo nekaj reče in nikoli ne podvomiš, kaj je v zadje, oziroma kaj on dejansko misli s tem, ne? Kar na prvo žogo. In miskomunikacija, ta narobna komunikacija veliko stvari privede v različne konflikte. Ne?
Ja, se strinjam. Ja. Mogoče lahko začnemo tako, kot sem začel zadnjič z Škrabo, kjer je en koncept, ki je meni ful všeč. Se poznaš Strawman, ne? Aha, ja, Strawman, to je ta fallacy v argumentaciji, kjer napadaš izkrivljeno idejo nekoga. Ne? Pa druga stran je pa stillmanning. Bom jaz probal stillmanati tvoj argument, pa ti me popravi, dopolni, reči, ni res, moram dopolniti. Tako. Zdaj, zadnjih 300 let smo vzpostavili en način gledanja na svet, ki deluje. Deluje v smislu, da lahko dost natančno opredelimo, kaj je res v lokalnem smislu. Ne? Ali pa recimo, da je tvoje mnenje v globalnem. Ne? In ta sistem je v bistvu izpodrinil mnogo drugih načinov razmišljanja, ki so škodovali človeštvu. Se pravi, tukaj lahko rečem sežiganje čarovnice. Recimo, če to, da nekdo ima claim oziroma trditev, da je nekdo čarovnica, midva lahko uporablja znanstveno metodo in v bistvu rešiva življenje tej, ki je obsojena, da je čarovnica. Ne? In kot sem rekel, zadnjih 300 let smo mi enormno izboljšali življenje na svetu zaradi znanstvene metode. Sprav damo hipotezo, jo preverjamo, damo jo v pool znanstvenikov in vsi jo probajo izpodbiti. Z eksperimenti, tako je. In vsi smo na boljšem zaradi tega. Ne? To je moj... lahko ti dopolniš. Ja, v tem se čisto strinjam, samo da pač mogoče bi sam popravil, da mi dejansko ne vemo čisto globalno, torej končni, ne moramo točno povedati, imeti popolno znanje v smislu, kaj je, recimo vemo dejstvo, da se recimo vesolje širi. In zdaj, kaj se dogaja, čist ko pogledamo v vesolje, vidimo 13,7 milijard let je star, kaj se dogaja tam, ne moramo točno ugotoviti globalno. Torej, znanost ni narejena, da mi točno vemo končni cilj, ampak je pač metodično po korak lahko spoznamo resnice in uvržemo tisto, kar se nam zdi, da ne sopada z eksperimenti oziroma z dejstvi. Torej, gre za nek postopni korak spoznavanja in pridobivanja resnice in vedenja, kaj je res. In to je edini način, ki nam zagotavlja vedno uspeh. Do zdaj nam zagotavlja vedno uspeh. Zdaj, to ne pomeni, da ne more priti do različnih drugih stvari, ki so pač pogojene z politiko ali pa z korupcijo človeka. Ampak sociologija. Ja, sociologija, družbeni sistem, karkoli. Ampak to v resnici ne pomeni, da naša metodologija ni prava. To je problem je nekje drugje. Tako da, tako si rekel, to dejansko nas je obvaralo, vsi so nam podaljšali življenje in nam je omogočali boljše življenje v prihodnosti. In jaz upam na podlagi dokazov, ki jih imamo v teh 300 let, dati predikcijo. Torej, da če bomo nadaljevali ta trend, in meni se zdi, da moramo ta trend še povečati. Torej, da se moramo še bolj usmeriti v znanost. Jaz sem zagovornik tega in se mi zdi, da bi to mogla biti tudi celotna ureditev sveta nagnjena edino k temu. In da bi to posledično imeli v končni fazi vse tisto, kar mi dejansko iščemo, blaginjo in mir. Se mi zdi, da edino na ta način. In mogoče zdaj v tem sem ekstremen, mogoče nekdo bi rekel, da sem fanatičen, pač nič, kar si rekel do zdaj, ni ekstremnega. Ampak to se meni zdi, da je to. In pač če pogledamo, svet gre k temu. Je pa tu veliko enih drugih stvari, ki vpliva, da se to ne more. Recimo za en izmed teh primerov vidimo, tudi prej smo imeli sodelovanje med znanstveniki, kar se tiče interdisciplinarne vede, so se povezovali, biologi, matematiki. Zdaj, ko je bila recimo primer tega koronavirusa, so znanstveniki še bolj začeli sodelovati, ker smo imeli nek skupno grožnjo. In v zgodovini je več nekih voditeljev rekli, da dejansko bomo spoznali svojo enotnost šele takrat, kadar bomo izpostavljeni eni grožnji, ki nam bo pač dejansko stregla po življenju vsem nam.
In zdaj, zakaj mi rabimo take trenutke, da se združimo, je druga pesem. Ok, pa mogoče lahko začnemo raziskovati, ker do zdaj se verjetno vse strinjava. Zdaj lahko začnemo raziskovati zanimive stvari, kje se mogoče mi dva razlikujeva. Pa bi mogoče, da definirava, kje se razlikujeva, bi ti jaz postavil vprašanje. Ali znanost, da lahko uporabljaš znanstveno metodo, ali zato uporabljaš kakršnekoli predpostavke? Ja, ti običajno vedno preden začneš, ampak daš neko predpostavko, oziroma daš neko ugibaš, ampak ugibaš seveda, temu se reče učeno ugibanje, educated guess, torej na podlagi že nekih podanih dejstev, nekih zaključkov, ti recimo vzpostaviš, da stvoriš neko hipotezo. A ja, mislim znanstvena metoda kot taka, ne posamezni eksperiment. Če za delanje znanstvene metode ali pa tega načina gledanja na svet, ali so tukaj noter kakšne predpostavke? Ja, na splošno znanstvena metoda je zgrajena tako, da začneš z neko predpostavko. Ti začneš z nekim ugibanjem, potem narediš matematični, nek model, na podlagi nekih dejstev, ali to matematični model, ki opisuje nekaj, in mora biti neko predikcijo. In potem z eksperimenti skušaš pokazati, ali ovržeš ali potrdiš to predikcijo. In potem daš te podatke v svet, ker drugi znanstveniki z isto metodologijo lahko to potrdijo in ovržejo. Naprimer, recimo, da dajem primer, recimo za specifično. Recimo, zdaj nazadnje sem prebral en zanimiv članek, kjer so recimo ugotovili, da z pulsi svetlobe 40 Hz lahko vplivajo na delovanje specifičnih celic, mikrogli, ki so v nevronih recimo človeka, to so se delali eksperimente na miših, da lahko v resnici aktivirajo te mikroglije, da pospravijo oziroma uničijo, tem se reče fagocitirajo, prebavijo te amiloidne plake, ki so posledica Alzheimerjeve bolezni. Alzheimerjeva bolezen gre za neko nepravilno tvoren protein, beljakovino, ki se pač skepi na nek način in ti nekako pod narekovajem zapaca možgane, in pač imaš te primere simptome. In seveda oni so z proučevanjem delovanja mikroglij so že imeli podatke, kaj počne mikroglije, kaj so vedeli. In so iskali nove načine. Recimo, vedeli so iz prejšnjih, da lahko ti recimo z nekimi specifičnimi receptorji, ki so senzibilni na svetlobo, na določeno valno dolžino svetlobe, lahko aktiviraš neko signalizacijo v možganih in temu posledično narediš nek potek dogodkov v celici. In so videli, da so različni odzivi. In zdaj jaz sklepam, jaz ne rečem, da je zdaj to sklepam. Vem za ta podatek in sklepam iz tega. Verjetno, iz tega so potem oni lahko postavili neko predpostavko. Pa so recimo rekli, kaj pa če mi probamo vzeti točno valno dolžino, recimo točno frekvenco, in jo recimo vzpostavite miši, to pa tolgni s to svetlobo, vemo približno mehanizem za tisto prej, kaj se zgodi, pa da vidimo, kakšen bo rezultat. Torej, oni dajo neko učeno gibanje, na podlagi nečesa dajo neko predpostavko in zasnujejo eksperiment, seveda, da je pravilno zasnovan, in preverijo, in vidijo, naredijo eksperiment, in vidijo rezultate, in ponovijo, in potem napišejo svoje raziskovalni del, kaj je rezultat. Hvala ti za to. Mogoče se nisva razumela čist, ne mislim predpostavke v posameznem eksperimentu, ampak recimo ena predpostavka je lahko materialni svet obstaja. Recimo, zdaj si izmišljujem. Zdaj nočem te voditi tja, ampak recimo meni se zdi, moja intuicija mi pravi, da lahko sploh uporabljaš znanstveno metodo, moraš iti noter s predpostavko, materialni svet obstaja. Čeprav zdi se ti, da obstaja, ampak to, da se ti zdi, da obstaja, ni enako kot obstaja. Razumem, ampak recimo ti zdaj, jaz koliko te zdaj razumem, se mi zdi, da hočeš podvomiti v svoje rasna čutila. Absolutno. Mislim, princip znanstvenika ne bi bil skepsa. Seveda. Ampak če pa rečeva, ne bom dvomil v svoja čutila, je to predpostavka. Jaz nimam nič proti predpostavkam. Razumem. Sam, da si priznamo... Se strinjam. Mislim, znanstven, torej, nisem daš predpostavka, v resnici glavno, kar je človek začel, je z opazovanjem. Torej, z opazovanjem narave. Z opazovanjem svojih zaznav, ne narave.
veš, zdaj to je reči za opoznavanje svoje zaznave. Ne? V resnici ti se na nek način v trenutku moraš ločiti od tega in da rečeš, da seveda jaz ti ne zanikam to, da naša čutila so nepopolna. Ne? V tem smislu, da so čutila niso dovolj, ampak to še ne pomeni, da je to dovolj razlog, da zaradi tega ne moramo spoznati naravo, ker naša čutila so dejansko narejena tako, da lahko opazujejo materialni svet in da dobijo informacije v popolnosti vse o materialnem svetu. Torej, ko jaz opazujem realnost, ko pogledam in rečem, materialni svet obstaja, jaz ne morem dejansko čisto podvomiti v to, zato ker so naša čutila narejena, da vidijo realnost točno takšno, kakšno je. Torej, mi imamo v očesih določene receptorje, ki zaznajo to valovno dolžino in skozi to valovno dolžino mi sprejemamo naš materialni svet in je takšen, kakšen je. In vse zakonitosti, ki smo jih mi dokazali obstaja v tem svetu, so vezane na to našo zaznavo. In zdaj jaz, da pa ene še, ki niso. Ja, mislim, imaš tudi druge svetlobe, ki jih mi ne zaznamo. Ja, ampak zdaj to se drži, ampak zato smo mi, recimo, ker se nismo samo zanesli na svoje čutila, smo naredili načine, kako lahko gremo preko naših čutil. In recimo valovna dolžina, ne vem, infrareda ali pa ne vem, gama žarkov, karkoli druga, ne, je že izven naše vidne svetlobe. Ampak to še, in mi smo pokazali, da obstajajo. Recimo, videli smo atome, recimo. Ne. Torej, zdaj, ne vem zdaj točno v kakem smislu. Ne. Zdaj, jaz lahko recimo, mogoče, če hočeš nakazati to, recimo, na to stvar, recimo nekdo vzame neko substanco, ki mu spremeni zavest. Okay. In v tistem trenutku on vidi ta materialni svet drugače, čeprav uporablja ista čutila, uporablja iste mehanizme, ne? Isto valovno dolžino svetlobo, recimo, prijema, ampak interpretacija te zunanjosti je pa drugačna. Ja. In on, recimo, lahko podvomi. V tistem trenutku lahko reče, jaz ne vem, ali je to resnični svet ali ne. Ne, greva ne toliko delač, kakor a je resnični ali ne, ker nekaj je resnično. Ne. To, se mogoče bi mogla midva malo razdelati. Ne. Da zdaj pomislim. Edini aksiom, to je moje mnenje, ki obstaja, je, da sem jaz zavesten. A se tukaj strinjava? Ti za sebe lahko rečeš, ne? Ja, glede na to, kar recimo mi vemo pri sebi, za sebe lahko rečem, da sem jaz zavesten, zato ker vsi imamo to isto izkušnjo, ne? Da imamo abstrakcijo, da se pogovarjamo, da lahko razmišljamo, da lahko analiziramo stvari, ne? In zato sem jaz neko zavestno bitje, ki lahko obdelam te informacije, ki lahko delim, razvijam neke abstraktne ideje in zato sem zavesten. Zdaj pa, če ti mene sprašuješ, kaj je zavest, jaz ti ne znam to odgovoriti. Jaz ti samo lahko znam odgovoriti, da se izkušam zavest. Ne vem pa, kaj je. Ne vem točno mehanizme. Recimo, sem pa naredil eksperiment. Naprimer, videl sem neko osebo, ki je imel neko dejansko fizično poškodbo možganov. Jaz sem to priliko in to znanje, da mu odprem glavo in da mu pogledam stvari in da vidim, da ima recimo neko napako ali pa nekaj se je zgodilo z njegovim motoričnim korteksom ali karkoli druga, ali pa z nekim predelom, ki ima funkcijo, recimo, da ti abstraktno razmišljaš. In potem lahko rečem, da en izmed mehanizmov, ki prispeva k moji zavesti, mali množici tega, je v tem predelu. Ampak ti nisi svojih možganov gledal. In že pridem, ne, nisem gledal, ampak... A mora biti, oprosti. Ja, razumem. Ja. A veš, kaj sem na začetku omenil, zelo, zelo natančno mora biti. Jaz sem rekel, edini aksiom v vesolju, edini aksiom pika, je, da sem jaz zavesten. Ti si mi, samo da ti pokažem, ti si mi pa začel razlagati, kako si gledal možgane nekoga drugega. In pa si rekel, to, kar ima on v glavi, imam tudi jaz. Predpostavka, ok? Ja, predpostavka. A se strinjava, filozofsko, če smo zelo natančna, verjetno bo veliko ljudi rekel, Klemen, a veš tisti izraz? To je filozofiranje. Ja, razumem. Ja. V tem izrazu se skriva nekaj, ki se reče, to je popolnoma neuporabno. Ja. Se pravi, govorjenje o tem je popolnoma neuporabno. Ampak jaz bi argumentiral, da je zelo, zelo uporabno. Ampak greva nazaj na to. Ja. Se pravi, bodo natančna. Ti si zavesten. To je edina stvar, ki lahko veš. A je to res? Ja. Se strinjaš to trditi? Ja, jaz vem, jaz sem zavesten. A lahko karkoli drugega veš? Ja, jaz lahko iz svoje zavesti vem, da si ti zavesten. Ne moreš vedeti. Se pravi, spet predpostavka. Zakaj ne morem vedeti? Zato, ker si rekel, jaz sem človek,
se pravi, jaz, Đorđe, sem človek, Klemen je tudi človek, ergo, Klemen mora imeti isto zaznavanje kot jaz, ali pa podobno zaznavanje kot jaz. Se pravi, zavestni subjekt, ki zaznava objektivni svet. Ampak to je predpostavka. To je, ki sem jo predpostavil iz svoje zavesti in iz svojih observacij, ki jih vidim. Sej sam, da se strinjava, da je predpostavka. To, da si pa ti zavesten, pa ni predpostavka. Se strinjaš? Ne strinjam se. Daj razloži mi. Zato, ker jaz, da sem zavestno bitje, lahko zgolj vem iz svojega čutenja in zaznavanja. In na podlagi tega jaz lahko sodim o drugemu človeku, če je zavesten. Zdaj pa dam predpostavko in rečem. Ampak jaz lahko preverim to, ker je znanstvenik, to je razlika med filozofijo in znanostjo, v tem smislu. Da znanstvenik naredi eksperiment. Torej jaz lahko naredim eksperiment in vsakeč, ko naredim eksperiment, lahko pokažem ali uvržem, da si ti zavesten ali pač, da nisi zavesten. Torej, če bi bil nezavesten, ali pa zdaj nezavesten pomeni, da ni simptoma zavesti. Človek leži in nima dialoga s tabo, ne razvija, ne razmišlja, torej je v nezavesti. In jaz lahko preverim to. In iz tega zaključim, da nasprotno, mislim lahko, jaz lahko zmerim njegovo možgansko valovanje in lahko vidim podatke, da ne sopadajo z možganskim delovanjem aktivnega človeka. Recimo primer. Sem so predpostavke vključene v tem? Ne, seveda so, jaz ne zanikam nikoli predpostavk. Ampak aksiom, ko sva rekla, da greva biti točna. Kaj je aksiom? Aksiom je nekaj, kar ne rabiš dokazov. Nič je manjše od ena. Ne rabiš dokazov. Nič je manjše od ena. Pri aksiomu je nekaj, kar velja in za katere nimaš dobenega razloga, da bi preveril to, da je to res. Torej, nekaj, kar je že samo uvideno, da je, tako da je res. Recimo, ne vem, vi vemo, da vsak dan je sonce. Tudi če je slabo vreme, vemo, da je sonce tam. In to je neka vrsta blaka, rekel aksioma, ker vemo, da je vedno tam. Jaz se ne bi strinjal, da je to aksiom, ampak... No, ne vem, zdaj mi lahko preverimo, mi lahko vemo več o soncu, vemo, kako je zgrajen, lahko vse razumemo bolj natančno. Ampak glavna predpostavka je to, in to je glavna predpostavka. In se strinjam, je aksiom, jaz sem zavest. Ampak moraš začeti razlikovati, da stvari lahko eksperimentalno ovržeš ali potrdiš. A lahko nekdo ovrže, da si ti zavesten? Ovrže, da sem zavesten? V resnici z večjim razumevanjem, kaj je zavest, kaj ustvari mehanizme zavest. On lahko reče, da to, kar smo mi pojmovali kot zavest, ni zavest. Veš, kaj je miselva? Dava besede na stran, recimo nekaj je. Ti nekaj zaznavaš. Lahko bi to bila samo pikica bela v črnini. Prej je bila pa črnina, se pravi, rabiš spremembo. To je zavest. Rečva temu, da je to najbolj primitivna zavest. Ali je možno, da kdorkoli s čemerkoli to trditev ovrže, da si ti zavesten za tebe? Jaz sem ti že to odgovoril. Jaz sem ti rekel, da je možno. Zato, ker mi recimo samo nekdo bi ti lahko dokazal, da ti nisi zavesten. Če pustiva definicije na strani, ne da on redefinira besedo zavest. Problem je že na začetni predpostavki. To sem pozabil reči, zelo pomembno je. Ti moraš prvo ugotoviti, da je začetna predpostavka ima dovolj zadostni razlog, da je realna, da je validna, da drži. Če ti daš začetno predpostavko narobe in zgradiš na njej z nekimi logičnimi premisami nek zaključek, potem seveda zaključek ni logičen in ne sledi iz tega. In začetna predpostavka zavesti je to, da smo mi zavestna, ampak mi recimo kot človeška bitja, splošno človeštvo, mi točno nimamo razumevanja točno, kaj je zavest. Mi imamo neke poglede na to, imamo neke raziskave, ki nakožijo, ampak nimamo še točno definitivnega odgovora. Zato jaz pravim, v prihodnosti je možno, da bo nekaj rekel, da to začetno, kar mi mislimo, da je zavest, ni zavest. Ampak je zavest rezultat tega, pa tega, pa tega, pa tega, pa tega. Takega mehanizma in potem bomo mi lahko ustvarjali zavest. Naredili kočno kopijo tega, kar mi mislimo, da je zavest. In to se recimo trudijo v machine learning, v umetni inteligenciji, ustvarjati nekaj, kar bi bilo podobno naši zavesti in ti ne bi mogel razlikovati. Torej, jaz bi zdaj sedel zraven tebe
in bi prihajal iz neke više razvite civilizacije, bi bil nek klon, nek robot in bi ti imel občutek, da sem jaz zavest, ker bi se stal pogovarjal. Ampak dejansko bi bil pač nek mehanski produkt, neka razumevanje. Tudi če je tole simulacija, pa si ti možgan v neki vodi in vse se to simulira, še vedno ne vzame stran tega, da si zavesten. Sicer je realnost, ki jo zaznavaš, neresnična, ampak zanimivo mi je, da rečeš, lahko bi nekdo ovrgel, da sem jaz zavesten. Ker s tem v bistvu negiraš celotno našo filozofsko zgodovino, ki izhaja iz te predpostavke. Ne vem, mogo bi res pogledati, kater filozof je rekel, da to, ker recimo za sebe, edina stvar, že to, da se ti lahko pogovarjaš, da lahko razmišljaš, da me vidiš, da se ti ideje zdaj po glavi pletejo, to je dokaz neizpodbiten zavesti. Jaz v bistvu za sebe govorim. Jaz razumem to, Klemen, ampak jaz gledam iz fizikalnih kemijskih procesov. Ampak za neke fizikalne kemijske procese, ki mi ustvarjajo neko iluzijo zavesti. Nek občutek, za katerega jaz rečem, da je to zavest. Ne more ti iluzija zavesti. Iluzija, občutek, da jaz mislim, da sem zavesten, lahko je pa v zadnje samo en princip, mehanizem, ki je vezan na fizikalne kemijske zakonitosti. Lahko, ampak že to, da ti misliš, da si zavesten, je dokaz zavesti. Ne, ni res. Seveda, čim nekaj je, misli, je ampak lahko je to sam avtomatski proces. Razumeš, to je lahko sam nek avtomatski proces. Recimo, jaz mislim, nisem si veliko o tem prebral, ampak mislim, da eno izmed zelo dobrih pogledov na sam koncept zavesti. Sam koncept zavesti je recimo od enega, ali je točno Nirkruka, vem, da se piše Dennett. In on recimo razlaga glih to, da dejansko sam koncept zavesti je lahko sam zgolj neka persistent, neka ustrajajoča iluzija, ki so nam je pričarali neki fiziološki, biokemični, fizikalni procesi v možganih. Da smo mi dejansko stroj. In recimo moje osebno mnenje je, da jaz mislim, da je človek biološki stroj, biološki robot, ki se ravna po določenih fizikalnih kemijskih zakonitostih in se odvija njegovi procesi mišljenja in tako da tudi zavest. Tako da v tem konceptu mogoče jaz lahko rečem, da jaz nimam zavesti, da jaz nisem zavest. Jaz sem sam nek avtomaton, nek razvoj nekih fizikalnih kemijskih procesov z nekimi pravili in to je to. In kot tak pač se lahko imam jaz občutke in mišljenje in osebnost in vse. Kdo ima ta občutka? Kdo ima te občutke? Kdo ima te občutke? Ta občutka je sam posledica teh procesov. Če sva midva zdaj jaz skočim v tvoj jarek popolnega materializma, recimo, in se strinjam z vsem. Recimo, da se. In zavest je nastala s pomočjo evolucije. Evolucija se je pričela z randomnessom vesolja in kemijskih procesov. Mogoče. Lahko rečemo, mislim, seveda random, ampak so pravila tudi, to hočem reči. Ampak random je bilo na začetku verjetno, ko je prva DNK nastala. To, kdaj je začel se reproducirati. In potem je s časoma zavest se vzpostavila zaradi preživetvenega nagona. S časoma. To je Dennettov, kakor jaz razumem njegov argument. Tam ni bilo neke osebe, nekdo, ki čuti, ki misli, ki ima abstrakcijo. Bilo šlo za neke preživitvene nujnosti, da je omogoče, da se je recimo vrsta razmnožila. Mislim, da je njegov argument, da če imamo empatijo, če hočeš imeti empatijo, moraš biti zavesten, da ti čutiš drugega, ne? In ti, da čutiš drugega in imaš empatijo, ti to omogoča boljše usvajati. Ampak jaz ne bi recimo sam personificiral oziroma rekel, da sam zavestni človek ima sposobnost sočutja, ker so tudi videno, da živali lahko imajo. To je druga tema. In zato hočem reči, da je to ugrajeno našo biološko, zaradi tega glih preživetja, faktorje preživetja. In recimo, upam si trditi, da vse ti koncepti sočutja, vse tega, da so to samo mehanizmi našega preživitvenega nagona. Vse to kupam razlago, potrdimo jo, znanstveno jo potrdimo, Dennett dobi Nobelovo nagrado, jaz se strinjam s tem, ti se strinjaš s tem. Vseeno, ti si samo razložil, kako je prišlo do zavesti. Nisi pa rekel, lahko, da nisem zavesten.
še vedno je neizpodbiten fakt, da si zavesten, ne glede na razloge za zavest. Ne, seveda je, ampak hočem reči nekje v prihodnosti. Ti si prej rekel ne. Ja, zato ker da izdajem predikcijo iz podlagi tega, na podlagi tega, kar zdaj vemo in kako bo trend našega razumevanja zavesti, lahko pride trenutek v prihodnosti, kjer bomo rekli, na podlagi tega, kar smo, bomo ugotovili v resnici, da to ni ta zavest, ta glavna predpostavka, katero smo imeli, pa da je to nek drugačen mehanizem, ki opisuje, točno natančno, kaj je naša zavest. Sem še vedno bo nekdo zavesten, ko bo to rekel? Ne, jaz seveda bo zavesten, ampak razumevanje, kaj je zavesti, se bo spremenilo. Te začetne predpostavke, kaj je zavesti. To se strinjam. Ampak to je drug pogovor, kakor to, da ti lahko nekdo vzame oziroma dokaže, da nisi zavesten. Ti si rekel, obstaja možnost, da mi nekdo dokaže, da jaz nisem zavesten. Ja. Torej, zato, to je druga debata od tega, zakaj smo zavestni. Potem pa mogoče mi ne razumemo, oziroma se ne moramo razumeti o tem, kaj mislimo, ko rečemo zavest. Jaz sem rekel v začetku, kaj mislim, ko rečem zavest. To je moja sposobnost notranjega doživljanja lastnih notranjih procesov, to je čustvovanja, misli, sposobnost delati predikcije, abstraktnega razmišljanja, logičnih sklepov, seveda to ni moj naravni položaj, to je nekaj, kar se tudi naučimo, nekaj je mogoče malo predpozicija naravna, nekaj, kar se naučimo, torej interakcija preko učitelj z svetom, to vse gradi moja osebnost in moja zavest. Moja osebnost, zdaj sem rekel tudi osebnost. In to drži, to mi doben ne more izpovedati. In tu imamo še to, kar je večji problem hvali. Lahko ustavim? Ja, lahko. Kaj si rekel zdaj? Da to drži, tukaj noben ne more izpovedati? Ja, kar se tiče tega, mene trenutno noben ne more izpostaviti. Ampak lahko pa nekdo v prihodnosti razloži, da vse te občutke, ta edini predpostavka, ki imamo v začetku v samem sebi, je lahko nerealna. Lažna? Ja, nek način lažna, zato ker je rezultat določenih nekih mehanizmov, Ampak realna je, da je pač dejansko fizikalno, v tem smislu, da se izraža. To ni dvoma, realna. Ampak iluzorna v smislu tem, da jaz mislim, da sem neka drugačna nekaj drugega oblika. Tako, neka oblika. Jaz sem rekel, nekdo ti dokaže, da sploh nisi zavesten. Se pravi, zdaj imaš na enki si, vključen si, enka, in nekdo v prihodnosti, tole morava res najdeti neko, ker... Mislim, da nisem zavesten, je za mene samo, da sem mrtev, da me ni, da ti procesi se ugasnejo v mene. Tako, ampak en ti dokaže lahko v prihodnosti, da ti nikoli nisi bil zavesten. A je to možno? Ja, če iz moje perspektive, če pogledam iz tvoje perspektive, seveda, če pogledam iz tega, kak jaz menim, da je naša zavest v smislu delanje abstrakcij tega, potem jaz verjamem, da v prihodnosti bo nekdo pokazal, da te procese, ki jih mi dojemamo kot da so zavestni, so lahko nekaj drugačnega, nekaj drugega, neki rezultat nekih drugih mehanizmov, ki pa pojasnjujejo, zakaj imam jaz te občutke in zakaj jaz mislim, da sem tak in zakaj jaz mislim, da sem osebnost in da sem zavest. Kako ti s tem dokazal, da nisi zavesten? Če on v popolnosti mehanizme opiše, to razumem. Ja. To mi bomo marsikaj ugotovili o sebi, o svetu. Ja. A veš, jaz nisem proti znanosti. Ja, razumem. Ja. Ampak sem zadnje, recimo pol leta in mogoče se lahko tebi zahvalim pa škrabi, sem nekako začel razmišljati, kaj bi bil ta glavni argument, ki bi ga jaz lahko dal na mizo za ljudi, ki imajo takšno razmišljanje, kot tipa Andrej. In nekaj sem se spomnil, da bi bilo mogoče uporabno, ampak ne vem, če bo delovalo, če se ne strinjava, pa jaz nočem tudi na silo iti tja, ampak če se ne strinjava, da edino stvar, ki jo ti kot Đorđe lahko veš za 100%, je, da si zavesten. Vse ostalo je lahko lažno. Okay. Če se s tem ne morava strinjati, jaz nimam pol več strategije. Ne, ampak samo hočem ti, recimo filozofsko odpadeva tukaj. Ja, recimo hočem ti to, pogledati. Ti rečeš pravič, jaz vem, da sem zavesten in jaz sem Klemen in pač Ne. Oprosti, kad samo ta prvi del. Okay. Jaz sem zavest. Okay, zdaj pa jaz bom poznal te vprašanje. Zdaj mi pa ti razloži
nekaj v tem delu. Kaj ti meniš, da je v tem konceptu zavest? Ta zavest, ki ti poimenuješ zavest. Ja. Brez Klemen ima takšno telo, takšno pozicijo, ne vem, ne? Torej, sam kaj ti sebe vem, takoj recimo. V tem, ko rečeš zavest. Ne? Ja. Ker veš, ampak hočem reči, veš, to je ta, jaz mogoče malo lahko delam neko predikcijo, kar se tiče tega, da vem, izkot izhajaš. Ne? Mi se ne poznamo dok. Ne? Vem, da si upleten v da te zanima recimo mogoče neka filozofija vzhodna, mogoče neka budistična veja in jaz sem nekaj teh konceptov si spoznal in imel sem tudi nekaj izkušenj glede tega. In jaz vem način njihovega razmišljanja šole, tega načina, kako te oni učijo, da ti sistematično zanikaš svet, materialni svet. In sistematično zanikaš svoje telo, zanikaš svoje miselne procese, svojo inteligenco. In prideš do tistega bistva. Mislim, da si da narobe razumel to filozofijo. No, okay. Lahko pol popravlja, ampak možno. Ne, si želim, vsekakor. Ne. Saj veš, imamo neko omejen čas in to je veliko stvari za skomunicirati. Ampak hočem reči, in potem je vedno neka ta dualnost, in to je ta neka razlika, ki se dela vedno med jaz sem neka samostojna bit, ki je ločena od telesa, kot nek koncept pod narekovajem duše, neka zavest, neka abstraktna zavest, v indijski filozofiji imajo točna imena, ki pač ponujejo. Po drugi strani imaš pa to zahodno gledano, jaz sem produkt nekih neurokemičnih procesov, nekih celic, in tukaj je zdaj ta ideja, o kateri sem jaz govoril, da lahko nekdo pokaže točno te mehanizme in da nekako vrže to idejo, da smo mi neka posebna entiteta ločena v telesu, ki imamo neko svojo ki smo neka zavest in za katero samo lahko edino, da vemo v njej tako, da delam recimo, ne vem, neko meditativno prakso ali pa neko osnovnjaško učenje in edino tako lahko prijem do točnega, jasnega zaključka, kaj sem kot bitje. In jaz mislim, da je tukaj zdaj ta dilema in jaz hočem ti povedati, da je ta leva stran, da je v resnici zmotna. In da se jaz bolj nagibam na validnost, izključno zato, ker imam točno eksperimente, ki mi lahko pokažejo in uvržejo stvari. Medtem kot tle pa nimam, tle imam edino referenco, jaz sem zavest, tako se začel predpostavka in vedno se na tem lahko gradi. In tu je večja verjetnost, da si padeš v neko iluzijo. Ok, ampak evo zdaj zadnjič sem vprašal to vprašanje, ki prej si mi povedal ja, pa si pa jim rekel ne. Okay. Ali lahko kdo tebi dokaže, da nisi nikoli bil zavesten? Samo ja, ne. Ja, ne. Se pa lahko se premaknemo naprej. Ja, ampak težko ti odgovorim na to vprašanje kot ja, ne, zato ker imamo zanj. Ja, ampak ok, če jaz gledam iz tega striča, ki sem prej, potem rečem ja, je možno. Ok. Zdaj pa greva na to, ti si mene vprašal, kaj jaz. Ko ti rečeš zavest, kaj ti misliš o svoji zavesti? Tako? Da si ti zavest, oziroma, ne? Ja. V bistvu točno to, kar sem tebe spraševal. Edina stvar, ki jo jaz lahko vem, je, da sem zavesten. Ja. To mi noben ne more vzeti. Ja. Ne? Zdaj, ne vem, a se bosta dva tabora vzpostavila poslušalcev, ampak to lahko pri sebi preverijo. Ja. O čem sem lahko popolnoma prepričan, jaz mislim in zagovarjam idejo, da edina stvar je, da si zavesten. A lahko vržeš to? Ne. Če pa ne moreš uvržiti, potem ne moreš pokazati, ali je resnično ali ne. Še enkrat. Če ne moreš uvržiti, ja. Če ne moreš najti drugačno, potem ne moreš pokazati, ali je resnično ali ne. Zakaj? Zato, ker ti vedno rabiš... Zakaj bi jaz komu pokazal? Jaz govorim... torej... Ne, greva biti zelo v prvi osebi. Ampak si nisi sam ti Klemen v svetu, ki obstajaš. Obstajamo tudi mi. Ti moraš pokazati drugim ljudem. Ne rabam. Ne, ampak... Ne moram. Oboje je isto časno. Ja, ampak sam potem ne moreš... Definitivno, potem nimaš popolnega znanja o tem, kar je. Ok, zdaj pa greva lahko na tisto. Recimo, jaz lahko tudi rečem, jaz sem Bog. Lahko to rečeš, vendar lahko to rečeš. A je to res? Za mene? A če je za mene to res? Ja. Boš ti, zakaj ne? Za mene je res. Ja, za tebe je lahko res. Ja, in jaz ampak rečem. Ti tega ne moreš dokazati. Tako, in ti ne moreš tudi sam dokazati. A ne? Ne moreš ovržiti. Ne morem. No, vidiš, torej to je isto, kot da bi rekel, jaz sem Bog. Ni isto. Popolnoma isto je. Ne, ni. Dobro, no povej mi, zakaj nikako ni. Zato, ker tukaj govoriva o... Ok, zdaj mogoče bom rabil minutko. Ok, se prav, da razmislim. Okay. Mava, znanost bi jaz razdelil na 3 dele. In ko bom začel razlagati
znanosti 1, znanosti 2 in znanosti 3, bo izpadlo, da ne govorimo o znanosti. Okay. Ampak jaz bi argumentiral, da govorimo o znanosti. Ne? In vsaka od teh nivojev, prejšnja je bolj resnična. Se pravi, znanost 1 je najbolj resnična, Okay. znanost 2 je manj resnična in znanost 3 je še manj resnična. To ne pomeni, kaj je prav, kaj je zares resnično, ne? Razen pri enki. Okay. Znanost 1. In jaz rečem recimo znanost prve osebe. Okay? In ena stvar, ki pada v to znanost 1 je, se pravi, jaz kot organizem, jaz kot zavestni nekaj, preverjam svoj svet. In čemu sem lahko prepričan? Prepričan sem lahko o tem, da sem jaz zavesten. In to pade pod znanost 1. Okay? Tukaj padejo še ene druge stvari, ampak jaz mislim, da bova ful zašla, če se... In kaj je karakteristika te znanosti 1? Je, da je nikoli ne morem dokazati njenih klejmov drugemu. Nikoli. Nemogoče je. Okay. In zato niti ne poizkušaš. To si me vprašal. Kako bom jaz dokazal drugim, da sem jaz zavesten? Ja, kako boš uvrgal to? Ne moreš. Ja. Ne moreš dokazati. Pa ne moreš reči, da ne moreš točno vedeti, če je res ali ne. Tukaj v znanosti če samo potrdiš, da si, ker čutiš, da si, ker veš, da si. To je samo po sebi potrditev. Ja, ampak to ni dovolj. V znanstvenem svetu to ni dovolj. Govorim ti... Zato sem rekel, da je to enako, če rečeš, da sem Bog. Ti zdaj govoriš o znanosti številka 3. Bova prišla do njene. Okay. Znanost prve osebe, znanost 1. Ne moreš drugim dokazati, veš za 100%, edina stvar, ki jo veš, pade v to znanost 1. Znanost 2 so stvari, ki jih jaz preverjam s svojimi čutili. Okay? Se pravi, pomeni, da bi jaz začel študirati fiziko in jaz osebno delal eksperimente. Se pravi, jaz bi dejansko, ali pa svojo roko eksperimente. Recimo, to je trdna snov, oziroma meni se zdi trdna snov. To je znanost 2. Ne? Vse, kar jaz preverjam. Tukaj pa ni več 100%, ampak greva naprej na znanost 3, ki jaz rečem znanost, katero ti zagovarjaš. To je pa znanost, ki so naredile tretje osebe. Okay? Se pravi, ti si šel na internet in si poslušal znanstvenike, ki so govorili o eksperimentih. Jaz ne zanikam, da to ni res. Tukaj moramo biti ful natančni, ker lahko padeva v eno. Ne. Ampak ti rečeš, predpostavljam, da so cela znanstvena sruja ali pa cela znanstveni svet, da je kredibilen in jaz mu lahko verjamem na podlagi svojih preteklih izkušenj, vsak ima svoje razloge. In to je znanost 3. In tako vidiš, kako se te nivoji vedno več predpostavk rabiš. V 2 rabiš predpostavke, v 3 rabiš še več predpostavk. Ampak eksperimente. Ampak ti lahko delaš na različnih nivojih te eksperimente. Ja. Zdaj, na znanosti 1 je eksperiment, a sem jaz zavesten ali ne. Že to, da si rekel, že to, da si zaznal, ti je popolnoma dokazal, ja, zavesten sem, ne? No, in ti pa hočeš znanost številka 3, kot jaz rečem, prekriti vse to. In izkoz te vlečeti, ka vidim, ne? Klemen, kako boš dokazal ostalim, da si zavesten? Ne rabim, nemogoče je, ampak to vse ne vzeme fakta, da sem jaz zavesten za sebe. Ok, Klemen, jaz sem en... Thanks, ki si mi pustil. Ja, ni problem. Jaz sem en crazy eksperimentator, nori znanstvenik in te ugrabim in ti ustavim elektrode v možgane. Ne? In ti dam, vem, kjer je recimo del za broko ali pa vernik področje za govor ali pa razumevanje govora. Recimo najdem določene centre za tam in jaz točno vem z določenim električnim impulsom, ti spuščam določene impulse v možgane in opazujem tebe in te sprašujem vprašanje. In vsakeč, ko te jaz nekaj vprašam, ko ti meni hočeš odgovoriti, jaz stisnem električni impuls v tom in ti prekinem določene centre, določeno funkcijo v celicah in ti enostavno ne moreš izgovoriti te besede. In jaz te vprašam v zgodovino, kaj si čutil v tem trenutku in ti meni ne znaš povedati. Kaj mi zdaj to pove o tvoji zavesti, od tem, da ti kar trdiš v sebi, da je res, ker veš, ker čutiš, da je res in da je samo to edina resničnost, kaj ti to potem o tem pove? Popolnoma nič. Jaz se ne morem strinjati s tem, da ti ne pove popolnoma nič. Mislim, poveti, ti delaš zdaj znanost številka 3. Tako. Seveda. Jaz premikam ti jo zdaj v prvi del. Ne more, ja, ok. Ne?
Zato, da ti pokažem, da prvi del ne moreš premakniti. Ne morem ti. Zato, ker nisi premaknil jo v mene. A vidiš to razliko? Ti si nori znanstvenik, si rekel. Ja. Že klej si se odmaknil od mene, ti nisi znotraj mene, ti ne moreš preveriti mojih zaznav. Zdaj pa govorimo, to postaje ta koncept, ki je pač ta grey, sivo območje in to je kvalija, ne? Torej čutenje nečesa kot posameznik je edinstveno, ne? Torej, da recimo moja kvalija, razumevanje rdeče barve, ne, je drugačna kot tvoja kvalija, ne? In to se ne da opredeliti. In zdaj, če mi ti govoriš, ta občutek, ki ga imaš ti tvojega jastva, ne, kaj sem kot zavest, in mora biti drugačno kot moje občutenje. Ne rabi biti. Moj point je samo, jaz ničesar ne dokazujem. A veš, mi dva morava se zdaj mal premakniti ven iz te znanosti 3, pa res razumeti, da jaz ničesar ne dokazujem, ker ne morem ničesar dokazati. Ampak ti lahko kaj dokažeš? Jaz kot individualno, recimo, če bi imel ustrezno orodje, pa ustrezno razumevanje in metodologijo, potem bi lahko dokazal. Ne? Ampak ti meni hočeš, seveda, z eksperimenti bi lahko dokazal ali pa uvrgal neko zadevo, katero bi raziskoval. In s tem bi prišel bliže. Ampak vedno bi imel predpostavke noter. Zato ker je sej. Pri tej prvi znanosti 1 pa ni predpostavk. To ti hočem povedati. Da ni predpostavke, da se. Ni predpostavke, pika. Nije. Je začetna predpostavka, ki je aksiomatična, kot si rekel. Nepravilno je, da podvomiš v njen obstoj. Nepravilno. Brez veze, da dvomiš v to, ali sem jaz zavesten ali ne, ker pač imaš izkušenje, da si zavesten. Tako. Ampak jaz ti pravim pa, da ta občutek, ki ga imaš, ker zgolj ti imaš občutek, da si zavesten. Mi govorimo o občutku. Pa se občutek že sam po sebi je dokaz za zavest. Ampak jaz ti pa rekel, ko stavim elektrodo v možgan, jaz ti lahko spremenim ta občutek. Ampak nisi mi spremenil, da nisem zavesten. Ne, nisem ti spremenil, ampak pokazal sem ti, da zavest ni neka, tukaj pa je zdaj, vidim, ni neka, kaj bi rekel, neka stvar izven možganov. Pa se jaz ni trditev moja. V redu, zato ker jaz, recimo, zato pravim, mogoče je tu moja napaka, ker jaz se vedno osredotočam na ta del, zato ker to je en izmed, kako bi rekel, glavnih tem, ki se, ko pride v pogovoru z zavesti, je ena izmed glavnih tem, ki vedno vleče v te vzhodnjaške, še posebej danes, ker je to dosti popularno z meditacijo. Samo to je stromen zdaj, ker ti si rekel, da jaz verjamem, da je zavest izven možganov. Jaz tega nikoli nisem rekel. Vem, da ti nisi rekel, ampak hočem ti reči, da ti... Samo argumentiral si proti temu. Zato ker ti iste argumente, ki govoriš, da jaz samo vem za sebe, da sem zavest, so isti argumenti, ki izhajajo iz teh vzhodnjaških miselnih konceptov. Ker to je njihov cel način razmišljanja. Ne? Ampak jaz ti hočem povedati, da iz znanosti prve osebe je bolj resničen kot znanost tretje osebe, znanost 3, ki jo ti zagovarjaš. Ne, isto je, samo da imam jaz tukaj eksperiment to je neko eksperiment, naredim sam sabo eksperiment, ko se vprašam, tako si ti rekel, sem jaz zavesten, sem zavesten, to je moj edini eksperiment. Tako. Ampak jaz lahko uvržim to, ker prava znanost bi mogla znati uvrziti to. Ne? Zakaj? Zato, ker če ne morem to uvržiti, potem verjetno je to res. Čakaj malo, se pravi, če nečesa ne moreš uvrči, potem to ni prava znanost. Ti ko imaš ti stvari, ko jih spoznavaš, jih moraš izpostaviti eksperimentu. In zdaj lahko pokažeš, dobiš evidence da si pravilno uganil to začetno predpostavko, lahko pa ti eksperimenti pokažejo, da nisi pravilno uganil in pa moraš spremeniti svojo začetno predpostavko. Kaj pa, če midva zdaj narediva eksperiment z gravitacijo? In midva je narediva 1000-krat ta eksperiment. Na neko metodologijo vzameva, nek eksperiment narediva in 1000-krat ponoviva. In ne moreva uvrčiti. Ne moreva uvrčiti. Pomeni, da je res. Ampak ti si rekel, prava znanost more uvrčiti. Rekel sem, če je ne moreš uvržiti. Je resnična. Ne, če ti ne moreš uvržiti, pomeni, da dokler jo ne uvržeš, je resnična. Toliko časa ponavljaš. Recimo, zdaj mi merimo eksperimente, gravitacijski eksperiment, delamo eksperiment. In zdaj do zdaj smo skozi delali meritve in smo ugotavljali, da se skladajo eksperimenti z teorijo. Lahko se zgodi enkrat, ne vem kdaj, ne bo pa nikjer se pokazala deviacija tega. Lahko se, Ampak to ne pomeni... Ali pa ne. To ne pomeni, da vse to, kar smo zbirali, je narobe. Pomeni, da je nek mehanizem, ki bo dopolnjeval oziroma bolj natančno opisal naše teorije. Zakaj? Ker te stvari, ki smo jih potrdili, držijo. Ne? Se strinjam. In na ta način bomo mi dobili razumevanje
naprej o sebi. In zdaj iz tega sklepam, da ti zdaj rečeš, jaz sem svoja zavest, to ti veš zagotovo. Ampak ti v prihodnosti menim, da ta občutek, ki ga imaš ti kot ni nujno, da realno opisuje tvoja zavest in da je to tvoja zavest. Pa sej, ti skočiš iz tega, greva biti točna. Okay. Jaz sem samo rekel, da si zavesten, ti noben ne more dokazati nasprotno. Ne zakaj, pa kaj so mehanizmi, to je posebej. Okay. Zakaj je prišlo do tega, prej smo govorili o evoluciji. Lahko da je to res. Enkrat kasneje bomo še neke druge mehanizme, ali pa dopolnili bomo, ali pa bomo Boga dokazali, pa bo rekel, Bog ti je dal zavest. Karkoli, to je druga debata od te debate, ali je ali ni. A se strinjaš? Mene samo zanima, ne vem, mogoče smo se zgubili vmes, ampak ne vem točno, če si mi odgovoril na moje vprašanje, kaj se ti, ko rečeš zavest, kaj ti misliš o tem, ko rečeš zavest. Ko ti rečeš, edino stvar, ko vem, v čem govoriš, je to občutek, ali to, ne razumem točno, v čem govoriš, ko rečeš, jaz sem zavest. In jaz bi rad prvo, da mi to ti probaš bolj prepričati, mogoče bom potem imel boljši pogled v to. Se pravi, mi kot bitja, ki smo, oziroma za sebe bom govoril, jaz dobivam zaznave iz okolja, preko svojih čutil, in preko svojih misli, ne samo čutil, se pravi preko nekih procesov, ki se dogajajo. Ne vemo kje, recimo v možganih, če rečeva znanstveno. Če damo vse te stran zaznave, se pravi, da je po tvojem principu, da je mrtva oseba, se pravi nični, luči niso prižgane, pa dodam en dražljajček, ki traja minimalno časa, To je že zavest. Zdaj, kako me je zdaj preveril, če to... To ti hočem povedati, da ne moreš preveriti. Ja, ampak to že pomeni, da je to pol zavest. Pa ne moreš reči, to je zavest in edino tako vem, da je to zavest. Ne moreš to tako pol reči, ne? Zakaj ne? Ja, zato, ker ne gre to tako, ne? Ker nisi preveril, če lahko najdeš nekaj nasprotnega, nekaj, kar bi pokazalo, da je to validno, kar si v začetku postavil. Ja, nasprotno bi bilo, da ni tega dražljaja in se noben ne vpraša, a sem zavesten. Ja, to je nasprotno. Ja, ampak ti moraš razložiti točno, kaj je povzročil, kaj je ta dražljaj, odkot je prišel ta dražljaj. Ne. Seveda, da boš imel pojasnitev, kako je nastala zavest. Da lahko pol v celoti rečeš, jaz sem zavest in to je edina stvar, katero vem, da sem. Se pravi, to bi sledili z tega, verjamem, da se ne strinjaš s tem, da če ne moreš pojasniti nečesa, pomeni, da ne obstaja. Tako, če ne moreš eksperimenti pokazati, da nekaj je tam, potem brez recimo isto... Ne, da je tam. Kako? Tako, mehanizem... Se pravi, vesolje ne obstaja po tvojemu. Ker ne vemo, kako se je začelo. Ne, ni res. No, ampak to se mi vemo, kako se je začelo. Ne vemo popolnoma. Ne, se ne rabimo videti popolnoma. No, ampak ne znamo razložiti. Ne, znamo veliko razložiti, to ni res. Znamo veliko, ne znamo pa popolnoma. Ne rabimo popolno. Ok, ampak sam hočem ti povedati, da ne znamo razložiti, ne vemo v celoti. Ne rabimo vedeti celoti, to je moj point. Samo posmej. Ker ne znamo razložiti do konca, bi iz tvojega prejšnjega stavka sledil, da vesolje sploh ne obstaja. Ker zdaj pa greva nazaj na zavest. Ker jaz ne znam razložiti, lahko to pomeni, da zavest sploh ne obstaja. To je false statement. Ja, zdaj, to je netočna izjava. Ne. Jaz hočem reči, da ti ne, isto velja, da jaz samo prepostavljam, da sem sam zavest in da je to edini dovolj razlog za to, da mi dokaže, da sem jaz zavest. Tako. Kako boš vedel karkoli drugega, Đorđe? Kako boš karkoli drugega? Ja, seveda, zato pa rabiš, da preveriti, če je to, kar si začetno prepostavil, ko si dal v sebi, če je to res to, ne? Če je to res to. Oziroma, edino tak, da boš poiskal mehanizme, ki ti tvori ta občutek tega, kar si. In to lahko narediš preko znanosti in drugega načina ni. Če pa hočeš, pa lahko sediš noter pa rečeš, to sem in to je dokaz. Isto, ko zdaj jaz se usedem in rečem, jaz sem božansko bitje. Ne, ni to isto. Popolno identično. V čem? Zakaj ni isto? Ker sem vzel nek znani koncept. Ti si tudi vzel znani koncept tem, da govoriš, da uporabljaš besede, stavke, uporabljaš si čutila, uporabljaš si misli. Brez zunanjosti, brez čutil nisi mogel skonstruirati misli. Zdaj pa, kjer so mehanizmi, ki si ti omogočili, da si ti sestavil svoje misli, svoje občutke, to, da imaš občutek, da si jaz. To jaz dvomim. Da to, kar ti povzroča tvoje misli, ustvarjamo, to je rezultat nekega mehanizma, katere lahko mi dokažemo z znanstvenimi fizikalnimi eksperimenti. In prej sem ti dal primer z elektrodo.
že vidiš zdravilo, ko vzameš, da vpliva na tvoje psihomotorične sposobnosti. Prebereš zdravilo, lahko vpliva na tvoje psihomotorične. Vzameš drogo, ti spremeni zavesti, ti spremeni tvoje zaznavo. Nisi več ti. Rečeš, jaz imam drugačen občutek. V tistem rečem, ljudje so pod drogo in rečejo, jaz sem božanstvo. Yeah. Jaz vidim, da sem nerazličen. Ne rabiš droge za to. Budistični neki filozofnjaki, mistiki, ki dolg časa delajo neke meditacijske prakse, rečejo, jaz sem nerazličen od okolice. Jaz sem vesolje, jaz sem Brahman. Ja, in ti bi zdaj rekel, to je dovolj. On je to rekel, on to čuti, to je edino, kar ve, to je dovolj. Za koga dovolj? Ja, za njega, on tebi se ne rabi razlagati pa pojasnjevati. Tako je. Tako. In on le reče, jaz sem božanstvo, jaz sem eno z celotnim stvarstvom. In ti meni tega ne moreš uvržiti. Jaz ne morem njemu dokazati, da to ni res. Naprimer, lahko rečem, da je majhna verjetnost, da je to res. In lahko pokažemo mehanizme, ki mu je s fizikalnim, kemijskim in polakih pokažem, uvržem ali dokažem, da je večja verjetnost, da so ti mehanizmi prispevali, da ima on občutek, da on se občuti, da je Bog ali pa da je božanstvo. Okay. In edini na ta način mi lahko pridemo do neke resnice, torej da vemo, kaj je res. In znanstvena metoda nam je to pokazala. In jaz druga ne vidim, kaj bi lahko to bilo sporno. Jaz občutek svojega jaza, seveda lahko vsak sam se pri sebi dokaže, se strinjam, se usedeš, ne rabiš ničesar, zapreš oči in čutiš svoj jaz, svoj oseb. In tudi, ko miriš misli, ko nimaš tega vzadja, pač čutiš, da si to ti. Okay. Kaj pa je bolj res, recimo, ostanva na tem, kar zdaj si rekel, jaz obstaja, ker ga čutiš? Kaj je bolj res, da jaz obstaja ali da tvoja roka obstaja, ko jo gledaš? Ja, mislim, oboje je res, ne? Aha. Oboje je bila, kar rekel, ker jaz zaznam svojo roko, in čutim svojo roko, in vem, da je moja roka tu, in ti lahko potrdiš, da je moja roka. A pa vidiš roko? Jaz vidim roko, lahko pa, ker imam sposobnost abstraktnega razmišljanja, pa karkoli lahko to roko pogledam na različne nivoje. Ampak jaz lahko pojasnim mehanizme moje roke. Jaz lahko pogledam roko, pa vidim celice, ker sem proučeval celice. Lahko vidim roke, pa rečem, sem iz fizikalne veje znanosti, pa rečem, gre za atome. Okay. Lahko rečem, gre za kvarke, lahko grem bolj podrobno, lahko na koncu rečem, toliko je stvari, da niti ne vem, kaj je to. Ne vem, kaj je moja roka. Ampak, zdaj pa, če sva zelo natančna, ali ti zaznavaš neposredno svojo roko? Mislim, ja. Rekel si atome, pa... Ja, zaznam. Kaj se zgodi? Ne greva opisati znanstveno. Kaj se zgodi? Recimo, fotoni padajo na ta objekt, ne? Ja. Nekaj absorbira, nekaj se odbije. Tako je. Ja. In tisto, kar se odbije, pade na moje oko in ta očesni živc to prevede in pošlje v center za vid in ti tam vidiš kaj? Tam se zgodi... zdaj pa vprašanje, ne vemo točno. A vidiš svojo roko ali vidiš tisto stvar, ki je na koncu? Ker kolikrat se je to sfiltriralo? A veš, kolikrat se je realnost, če je zunaj tebe, kolikrat se je sfiltrirala? Se pravi, enkrat tu fotoni, drugič v živcu, tretjič v možganih. Ja, to je en izmed... Kaj ti zaznavaš zdaj? A zaznavaš svojo zaznavo ali zaznavaš roko neposredno? Ti zaznavaš interpretacijo tega objekta, katero smo mi pomenovali roko. Kako pa veš, da je zunaj tebe? Ja, čakaj, zdaj zunaj, odvisno zdaj, kaj merim kot zunaj, to je relativno, kaj zdaj merim. Zavest, ne pravim telo, ker telo je tudi del zaznavanja, mislim, zunaj zaznavanja. Zunaj mene. Zdaj, jaz moram prav, a veš, da rečem zunaj mene, moram definirati mene. Mi imamo jasno definicijo, tako mene, zavesti. Jaz moram jasno definicijo, recimo, jaz vsekakor nisem okolje. Čeprav, če pogledam iz fizikalne kemijske, jaz konstantno interagiram z okoljem. Tako. Ja, ampak zdaj, če bomo stopila v to področje, potem naredimo, da je vse možno, vsi si prepletemo, vse, kar je z vsem, kar... Zakaj pa ne kupiš te moje ideje? Znanost 1, znanost 2, znanost 3. In rečeš, če delamo znanost 3, so mi dva sva na isti ravni. Jaz ne rečem, da se ne strinjam. Imamo različne načine gledanja. Jaz tega nisem nikoli zanikal. Imamo različne načine interpretacije in pogledanja in za tega različne zaključke. Ampak mene zanima na koncu tisto, kar lahko dejansko preverim in eksperimentalno potrdim. In jaz lahko potrdim sebe, da sem zavest, ko se usedem, recimo, in meditiram. Če je to meni dovolj.
Jaz ne zanikam. Kaj pa lahko še potrdiš? In ne vem, to, da rečem, da sem zavest v tem trenutku. Kaj pa lahko še poleg teba? Mene zanima mehanizem, mene zanima, kaj je, razumeš, v znanosti se sprašujemo o drugačnih stvari, mehanizme, kako nekaj deluje, zakaj je vzroki, zakaj, posledice, kaj se točno dogaja. Torej, zanima nas podrobno, zato da iz tega lahko izpeljemo potem neko pravilo, da vidimo neko pravilo, ki ga narava daje in potem mogoče v nekem pogledu to uporabljamo za svojo lastno. Pa to je super. Jaz nisem proti temu. Ja, se vem, da nisem. Zakaj znanost 3 prekriješ čez vse ostalo, ki vidiš, da ne gre? Jaz se ne strinjam, jaz vidim, da je to edini način in da sam si že filtriral realnost. Veš, kolikrat si filtriral realnost, preden ti eksperiment narediš? Ja, ampak sej, pojasnitev mehanizma, interpretacije. Recimo, imaš članke na tem, ki dejansko pojasnjujejo, da, in še v resnici ne vemo točno, ampak da v resnici naši možgani konstantno delajo različne predikcije, napovedi, glede na prejšnje izkušnje, na podlagi tega, kar imamo in na podlagi tega, kar bi lahko bilo. Mi delamo konstantne predpostavke. In ko opazujemo stvari dogodkov situacija, dobimo neko zmes teh informacij, in ki se nam potem na nek način nam dajo nek rezultat, katerega potem vidimo. Tako da gre za zelo kompleksen proces. In pravimo čas, da bomo razumeli to. In zato možgani so zelo kompleksni, še ni na svetu dobenega takega stroja, ki bi lahko emuliral oziroma pokazal točno kaj. In tudi zavest, mi ne vemo, in to je večna uganka trenutno v tem stoletju, ampak s podlagi tem našem načinu, metodologijo, ki jo imamo, seveda ta znanost 3, se mi zdi, da je to najboljši mehanizem, zato jo prekrivam. Se strinjam, okay. Ampak ne bo delovala v znanosti 1, pa znanosti 2. Samo to ti pravim. Ne bo nikoli delovala. V redu, vse ne rabi delovati, ampak potem pa ne moreš pa dati potem trditve, da ti točno veš, kaj je zavest. Ker recimo, zdaj, če se spet, veš, jaz konstantno skačem, vem, da nisi, ampak jaz skozi skačem, to mene, ko rečeš, to je znanost 1, jaz to vidim skozi vzhodno filozofijo. Pač jaz to mogoče vse po svojem kontekstu predalčkam, in vidim, da je to neka vzhodna miselna filozofija nekih učenjakov, meditacijsko, ki imajo ta način razmišljanja in imajo neko svojo filozofijo, svoj način, kako pogledati v neko realnost in ugotoviti nekaj, kar za njih, svojo metodologijo. In ti me rečeš, dobro, že pusto je njihov način razumevanja in za njih deluje in to je to. Okay. Ne mešati, ne probati razlagati z materialnimi, fizikalnimi koncepti, njihov način spoznavanja, razumevanja. Takrat, ko se kleša z, recimo, da bi oni... v zavesti se samo kleša, nekaj dve. Ne. V materialnem svetu se kleša. Recimo, nekdo ima neko, zdaj bom probal spet stilmena tvoj argument, nekdo ima neko prepričanje, ki škodi ostalim. In takrat je treba to zaustaviti. Se strinjam. No, vsi tukaj se oba dva strinjava. Ne strinjam se pa sledeče. Recimo, če greva mogoče na kakšne tvoje komentarje. Recimo, nekdo razlaga svoje izkušnje. Jaz ne vem, a so pravilni. Ti ne veš, da so pravilni. Ampak ti, mislim, da dostkrat misliš, da veš. Tako, se strinjam. In lahko se motim. Ampak obstaja velika verjetnost. Potem smo na istem. Ja, ampak obstaja velika verjetnost, da to, kar govorim, je bolj pravilno, ko pa to, kar ona govori, da je res. Ne veva, kakšna je verjetnost. Ne. Ti iz svoje perspektive ocenjuješ verjetnost. Ker ni samo moja perspektiva, Klemen. Ker uporabljam znanstvene eksperimente, oziroma vedenje o tem, da lahko sodim o tem, kar recimo neka oseba govori. Zakaj pa ne uporabiš znanosti 1, recimo? To pa je rekel, da nisem uporabljal. Ti ne veš mojo zgodovino. Recimo, jaz ti povem, da sem... Kar sva se pogovarjala, neke določene stvari, vem, da nisi, oziroma nočeš iti v te sfere, zato ker se kleša za znanostjo 3, Ne, poznamo se malo časa, ne poznaš moje zgodovine. Ne poznaš moje zgodovine. Ne, nisem mislil soditi, ampak vem za točno določeno stvar. Sploh nisem dojel kot sodbo, ker vem, da si moralen človek, deluješ mi moralen, zelo korekten človek in vem, da ne bi take stvari. Ampak hočem to reči, ne poznaš moje zgodovine. Jaz sem izkušal, jaz imam prakso meditacije. Jaz sem izkušal to, kar ti praviš. Jaz imam nekaj. Zdaj, koliko imamo tukaj iste, kaj smo demali, mogoče lahko kasneje o tem se pogovorimo, recimo, vidimo, kaj je. In preverimo tukaj, kaj je res. Lahko pa jaz sam zadržim za sebe in to je to. Ampak se mi zdi bolj smiselno, da si o tem pogovorimo. Ampak hočem ti povedati, recimo, rabi pa povedati nekaj, ne vem, zdaj, če sem zašel iz te teme, ampak recimo, jaz sem enkrat imel eno izkušnjo. In bom rekel, zdaj osebno izkušnjo. Spal sem, in preden sem se zbudil. Torej, veš, ko spiš in ko se prihaja tvoja zavest v budno stanje, ko ti spiš, tako bom rekel, ko ti spiš,
ne zdaj, ko sanjš, veš, imaš te faze rema, ne rema, ne? In ko ti spiš, imaš fazo enega ne rema in ti tam nimaš, ni sanj, ne? Valovanje je tudi drugačno, tvoji možgani so bolj umirjeni, ne? Razelektrive so bolj umirjene, počasnejši valovi in tebe ni. Jaz temu rečem, tebe take, tvoje zavesti takrat ni. Se je nekje razgubila nekje. In kaj se zgodi? In potem se ti počasi zbojiš, neki mehanizem se sprosti v možganih, ne vem točno kater, in se sprosti, asociacije se spremenijo, prideš iz nerema v REM stanje in ta REM stanje se počasi začne prejši v neko stanje na pol budnosti, mi rečemo temu, na pol zavest, na pol budne, na pol sna. In v tem trenutku sem jaz osebno doživel v svojem notranjem svetu, ko sem se prebujal, sem slišal veliko različnih glasov. Zdaj niso to glasovi kot glasovi informacij, ampak to niso bile jasni glasovi. To je bilo en noise, en background noise, ne razumeš. In iz tega noiza sem jaz poniknil jaz kot zavest. In jaz sem se zbudil in sem rekel, wow. In jaz sem zdaj recimo v tem trenutku bil prepričan, da sem dejansko dobil uvid v to, kaj je zavest. Okay. Ampak to je moje osebno prepričanje, to nima veze z znanostjo. Jaz tako to zdaj napišem teorijo, pa dam ven, pa bo rekli, pokaži, kako. Naredi eksperiment, ovrži svojo hipotezo, svojo predpostavko, svojo izkušnjo na podlagi observacije. Jaz sem opazoval svoj lastni proces. In kaj sem zdaj napletel v svoji podtrtim rašom, ko sem se zbudil, kaj sem jaz napletel v svoji glavi z nekimi svojimi predpostavkami, razmišljanjem, ali so logični ali ne, to je druga stvar, da dejansko naša zavest se rodi tak. To je zdaj bil moj odgovor. Obstajajo recimo, neka baza podatkov, ki smo jih prijeli preko svojih čutil. Te baze podatke so vtiseni v možganih na takšen način. Zdaj, to še mehanizme ne vem, ali so to z nekimi beljakovinami, ali je to proces signalizacije, ali je to ne vem kaj, ali se to sam, torej, in ti celice imajo neko svoje delovanje, pride do nekih razelektritve. In jaz rečem, obstaja neko stanje razelektritve v tem trenutku, v katerih celice delujejo v neki sinhroniciti, torej imajo neko skupno sinhrono delovanje. In iz te množice, te razelektritve pride do nekega sprememba, nekega zloma te notranje simetrije in se pride do neke drugačne oscilacije, in se iz tega izlevi ven nek občutek celote, katero jaz pojmujem kot zavest. Torej, jaz sem iz tega potem sklepal, da dejansko jaz nisem neka ločena entiteta, je jaz zavest kot tak, ampak da je to sam trenutna iluzija, ki jo doživljam, zaradi točnih nekih drugih mehanizmov, ki mi dajo to specifično oscilacijo teh nevronov na ta način, da se sebe dojem kot zavest. In ko se vračam v spanec, se ta zunanja oscilacija nekako pretaplja nazaj v to globalno delovanje nevronov, ta nek noise, noise v ozadje, in to sem jaz. In to sem dejansko jaz. Torej, jaz kot taka ločena entiteta ne obstajam, jaz sem v resnici mnogoternost, neka mnogost, ki se pod nekim mehanizmom izlučujem ven in se pojavljam kot neka zavest in potem se preklapljam nazaj v background noise. In Simo, če mene nekdo vpraša, ker sem jaz imel to izkušnjo, in to hočem reči, je popolni relaciji isto kot ta ženska, bilo kdo, pa ker oseba, ki bi na tem podcastu in je rekel, jaz sem to doživel, ko sem zdrav od človeka in sem gotovil to. To je popolnoma isto. To lahko ljudje rečejo, zdaj ti si, ne vem, karkoli, ti govoriš neumnosti, ampak jaz lahko naredim eksperiment, dal sem svojo predpostavko, zdaj bi lahko začel recimo iskati mehanizme celic, proučevati, kje so oscilacije, kako se recimo tvorijo električna polja med celicami. Kako bi to naredil? Začel bi vse posebno za literaturo. Jaz sem začel iskati članke, naprimer, ugotovili so, da celice ne samo, da komunicirajo s sinapsem, ko se dotikajo, sinapse, ko se dotikajo drugih celic preko neurotransmiterja, pa ko pride do polarizirane membrane zaradi vsebnosti ionov, ko se razletitev teh membran, ampak da poleg sinapse, ki se dotikajo, da še one med seboj z majhnimi električnimi polji komunicirajo med seboj. Ampak kako bi ti to naredil? Jaz bi eksperiment. Na sebi? Kako? Ne eksperiment. Jaz bi kako bi mogli biti? Jaz bi mogel to vse proučevati, narediti neko. Začel sem predpostavko. Moja predpostavka je to. Zavest se rojeva iz zdaj, če posplošim, iz ene oscilacije, enoterne oscilacije, se rojeva prije nekega zloma, jaz bi mogel pojasniti, da je neko predpostavko. In zdaj bi jaz mogel narediti eksperiment na ta način, naprimer, da bi mogel tvoriti nek eksperiment, ki bi mi ali to potrdil, ali to ovrgel. In bi to mogel ponoviti velikokrat. Se pravi, ti bi, če prav da bi lahko
pokazal, da ima to neko vrednost. Ja. Sploh. Se pravi, govoriva o znanosti številka 1 in ti praviš, da lahko na tem nivoju ti vseeno preveriš, kaj se ti je zgodilo. Ja. Z znanostjo 3. Ja, ti bom povedal, zakaj ne moreš. Okay. Se pravi, ti bi šel, najprej bi mogel študirati medicino, ne? Okay. Da bi sploh razumel vse te stvari. Vse ne vem, kaj si študiral, kaj je tvoj background. Jaz imam srednjo šolo, kemijski tehnik, potem sem se pisal na fakulteto za kemijo. Kemija, ok. Sicer smer biokemija, ampak nisem končal. Okay. Ti bi mogel iti študirati vse, kar je potrebno, da bi razumel te pojave, ki si jih zdaj opisal. Ja. Potem bi pa mogel reči, ok, tukaj je nekaj, kar bi mi lahko razložilo mojo izkušnjo, ki sem jo imel. Ja. Potem bi pa mogel iti pogledati v možgane, ali se je to res zgodilo. Tako je, mogo bi narediti. Kako bi to naredil? Kako bi ti pogledal v svoje možgane neposredno? Ok, recimo imamo načine, kako lahko. Recimo jaz bi mogel dati moja teorija, ki sem recimo na podlagi tega zgodil, bi mogel dati neko napoved. Ne? Jaz bi mogel reči, ker tale mehanizem, katerega sem opisal, bi mogel za posledice narediti tole pa tole v možganih. In jaz bi dal aparaturo na možgane in zdaj, ko bi recimo snemal elektroencefalogram, naprimer delovanje možganov, ali pa bi delal, ne vem, mogoče celo MRI ali pa druge mehanizme, recimo da bi videl influx krvi v možgane in s tem dobil neke podatke tega in bi nam povedal, točno v tem trenutku, ko se bo zavest zbudila, ko bo ta dobil občutek, da se je zavestno zbudil, oziroma ko bomo mi z meritvami bi to mogli sovpadati. Ja, ampak to si na ravni znanosti 2. To, kar si ti povedal. Ja, zakaj? Zato, ker ti svojim čuti, se pravi, kaj se zgodi? Ampak mi vedno uporabljamo svoje. Mislim, se ne moramo... Ja, to je moj point. Ja. Se to je moj point. Ne, ampak, ok, vem, da to je point. Ne vem, zakaj nočeš reči sam, ja, Klajman, se strinjam, znanost 1 ne moramo preverjati. Ja, ne, so dobro, jaz nisem rekel, ne moramo preverjati. Mislim, lahko pogledamo, ali je... Trditve, katerih govorijo v znanosti 1, če lahko rečem znanosti 1. Znanosti 3, ja. Ja. Ok, ampak tam prideš do super, klej se bova po moje strinjala. Prav vesel sem, da sva prišla do tega dela. Ja. Samo še zadnji košček mi moraš dati. Okay. V znanosti 3 vzemimo tisto gospo, ki si rekel, da je schizofrena, ne? Recimo, da je potencialno. Ja. Okay. Obstaja velika verjetnost, da je pač glede na stvari. Tako. In mi dva sva znanstvenika, jaz pa ti imava to gospo. In potem rečemo mi dva, ok, gremo še 1000 let počakati, da se razvijemo še bolj medicinsko, da bova res zasigurna. Ok. 1000 let počakamo, razvijemo vse aparature, ki bojo merile možgansko delovanje, in mi dva to gospo preverva in rečeva, potrdiva to, kar smo mi dva, najna hipoteza postane teorija, ali ne, pač mi dva to potrdiva, najno hipotezo. Ampak mi dva sva jo potrdila z 99,2, 3, 4, 5%. Nisva jo 100%. Se strinjaš? Ja, ali se strinjaš? Ja, to je ta mali košček. Ja, ne rabimo, ker ne deluje to tako. Ne rabimo. Ja. Okay. In to je vedno moja debata, ki pride do tega, jaz ne zanikam znanosti. Ja. Dajmo samo biti vsi iskreni, da znanost sloni na predpostavkah in nima 100%. Ko dokažeš nekaj v znanosti, to ne pomeni, da je 100%. To ne pomeni, da ni res, da je res. Jaz nimam claimov tukaj. Ampak se tudi mene tri. Jaz ne povedam, obstaja mehanizem, na kateri način mi preverimo in vidimo, katere stvari so lahko, recimo, v nekem bolj verjetne, manj verjetne. In za primer gospo, mi smo videli več primerov takih ljudi, ki so imeli iste simptome. Sem nikoli nisi v znanosti 1 videl, ker nikoli ti nisi to izkušal. Tukaj se podreje. Tudi če jaz nisem izkusil, ko so drugi izkusili in ko sem jaz preveril, sem videl vzorec, imam reprezentativni vzorec, naredil sem eksperimente in videl sem se, da se vzorec ponavlja. In na podlagi tega jaz lahko naredim educated guess, torej izobražen, učeno ugibanje in potrdim z eksperimenti, da to drži. In potem jaz lahko z neko zagotovostjo trdim, da ta oseba ima simptome. Simptome, in da lahko tudi pomagam. In potem, ko ji pomagam, ker sem razumel proces in vem, s tem še dodatno potrdim, da je moje prejšnje opazovanje bilo pravilno, ker sem najdel načine, kako lahko te simptome, ki jih ona izkuša, zmanjšam do te mere, da se ona počuti
normalno usmeri, da lahko normalno interagira z ljudmi, ima normalne odnose, da ne sliši glasov, da ne sliši, da nima paranoje, da misli, da je nekdo hoče nekaj slabega, in tako naprej. Ja. Torej, očitno to deluje in jaz v to ne morem, mislim, nesmiselno je, da jaz v to dvomim, ali pa da rečem, da je to, in to je moj pač. Ja, jaz vedno moramo biti praktični. Tako, ja. Jaz, veš, ko govorim o stvarih, vse je eno, materialno mogoče ne obstaja. V praksi seveda ne moreš tako živeti. Jaz se to strinjam, čist. Ampak ne more mi pa en reči, da zaznava roko neposredno. Ker to je premalo razmišljanja bilo, premalo testiranja v znanosti da lahko ta claim daš, ne? In če se ne zavedaš, da delaš predpostavke, hitro lahko pride do napak down the line. Zdaj pa greva to gospo pogledati, ne? Jaz sem rekel, 1000 let počakava, razvijemo se, aparatur, mi dva danes tega nimava. Bil je en video na YouTubeu in ti si od spodi napisal, ti nisi naredil eksperimenta, ti nimaš znanja, nimaš aparatur teh 1000-letnih, ampak si vse naredil guess. In tukaj padeva na navad. Upam, da je bil educated guess. Ni bil educated. Se ne vem zdaj točno, zakaj gre. Zato, ker nisi strokovnjak na tem področju, na duševnih bolezni, tako da jaz bi ugibil, da ni educated guess. V redu. Lahko preveriš, če je bilo. Kaj? Lahko preveriš, če je vsebino, katero sem pisal, če je točna ali ni točna. Zelo težko bova preverila. Zelo težko. Mislim, to bi bilo, mogla bi gospa na opazovanje, ona bi se mogla strinjati, ful enih ampak gospa je sama omenjala, da je šla psihiatrov. Ja. No, torej, jaz nisem... Veliko ljudi gre k psihiatru. Ja, in je potem tudi podala neke določene podatke in jaz sem naredil nekaj ugibanja. Zdaj, če me zdaj sprašuješ, a je možno, da sem se seveda zmotil in če je to... Ne, to se oba strinjava, da je možno, da si se zmotil. Ja. Govorim samo, da padeva na nevarno področje. Če si ti zagovornik znanosti, ne moreš stresati neznanosti. To bi se ti mogel strinjati. Ne, to pa ni res. Zato, ker ona, če je to, kar ona govori, dejansko realno, potem je tudi merljivo. To je moj point. Ne, to so ona, že ona lahko to pokaže. A veš, pri znanosti je tak, jaz lahko dejansko pokažem, če ti trdiš, da lahko zdraviš, na splošno, če ti trdiš, da lahko zdraviš nekoga z neko energijo, potem te bo znanstvenik rekel, v redu, to je tvoja začetna predpostavka iz tvojega opazovanja, izkušanja svojih telesnih procesov. Kako? Pokaži mi mehanizem, kako in pokaži mi rezultat. Ja, jaz se čisto strinjam, padeva v domeno znanosti 3. Ja, in dosti ljudi je pa v znanosti 1 in se noče ukvarjati s tem, ker vejo, da je zelo daleč stran od... In zato imamo zavajanje, zato imamo misinformacije, zato imamo različne prevarante in zato imamo različne težave. In jaz ne želim, da se to širi med populacijo, želim, da se med ljudmi širi, kaj je res, kar lahko vemo, kar lahko izmerimo. In to je to. Znanstveniki so bili zelo veseli, če bi nekdo prišel, pa bi rekel, jaz vam lahko pokažem primer in bi najdel nek način, pa bi on pokazal neko čisto drugo energijo, ko bi podrli. Oni nočejo, da so znanstveniki veseli. To moraš ti razumeti. Ne, jaz se hočem reči, nima že kao oni hočem ti reči, da doben, ki iskalec pravi resnice, se ne bo upiral, če mu pokažeš nekaj, kar mu bo uvrglo njegovo trenutno razumevanje. Ker njega zanima, kaj je res. On se ni uklepno tega samo zato, ker je to njegovo, pa ker je on do tega prišel. Njega zanima resnica naravnih procesov, narave. Kaj je res? Vedno se sprašuje, kaj je res, kako naj analiziram. In proba si ga spremeniti. In zato sem jaz skeptičen glede. In se veš, ne vem, če poznaš en izmed teh, Rand je oseba, ki je posvetil skoraj velik del svojega življenja temu, da je razkrinko. No, vidiš, ne. In a veš, jaz kot od malega sem bil fasciniran nad tem, da lahko, ne vem, nad idejo, da bi lahko človek zdravo ljudi ali pa premiko premete. Mislim, da je to vsak, v komentarjih sigurno se bo vsak strinjal s tem, da se to pomisli. Jaz ti še povem, mislim, ne vem, mogoče sem jaz, ne vem, domišljijski človek, jaz sem še sanjal, da premikam predmete. Ja, ampak jaz ničesar tega ne. Naravna, ja, ampak jaz sem s tabo tukaj. Jaz sem s tabo tukaj, mi pa smo na isti strani. Ja, se strinjam. Ampak
moraš videti, da ti pol površno daš še na ostale stvari to isto razmišljanje. Recimo, če hočeš, da imava debato, imava lahko debato o psihedelikih. Okay. Ker tukaj mi je zelo fascinantno, da vemo sicer kemijsko, da kemija vpliva na to. Da spreminja kaj zavest. Da spreminja tvoje dojemanje, zaznavo. Tako. Okay. Ampak, veš, v sferi znanosti za prvo osebo je to popolnoma nekaj drugega. In je irelevantno, kaj znanost 3 reče, da je to kemijski proces. Dokler drži on to za sebe, pa recimo ne začne mi prodajati izdelke ali pa delati nekaj, kar bi lahko potencialno recimo neko osebo povzročilo neko težavo. A veš, če ti zadržiš za sebe, meni je osebno vseeno, kaj ti verjameš. Ampak zakaj si proti psihedelikom, ki so znanstveno kažejo se, samo sekundo, znanstveno se kažejo, da imajo te materialne, fizične rezultate, ki jih ti ceniš. Se strinjam. Zakaj si proti temu? Ker, a veš, jaz globoko verjamem, da boš ti znanstveno na napačni strani zgodovine. Komentarji bojo gor, psihedeliki se bojo potrdili, down the line, ne vem, bo to 20-30 let, in to bo zahodna medicina, ne bo vedela popolnoma, kako deluje, ampak to nima veze, deluje. Ok, hvala, ampak lej. Ker tukaj je bilo dost v komentarjih, sploh, ker sem imel recimo z Markotom, vem, poznam. Mislim, da si 40 komentarjev napisal, ne? Vem, ampak jaz ti povem zakaj, ne? Jaz ti povem, kaj je problem bil. Problem je bil v tem, da jaz vem za študije, ki so meni, in vem, da je zdaj vedno več teh raziskav, ki bi lahko imeli neko vpliv. Zakaj sem jaz proti psihodeliki? Prvič, mi psihodelike kot taka v institucijah, v državi na splošno, v znanstvenih raziskovanjih, ni nekaj, kar se dnevno raziskuje in ne vemo o tem. In še nimamo ustaljenega načina, kako bi zdravili, čisto direktno, da bi bilo čisto direktno, kako se zdravi s tem. Mislim, da Marko tudi o tem govori, da se to počasi razvija, da je vedno bolj kaže, ampak da še ni. Sam ti nisi proti raziskavam? Seveda nisem. Ampak kar sem pa proti je, proti črnemu trgu, proti uporabe kakršnekoli drog. In tu je mogoče zdaj v tem kontekstu moja napaka bila, ker jaz sem mnenja, da kakršnekoli droge, ki spreminjajo zavest? V tem smislu. Kava? Čakaj malo, to so zdaj spreminjanje zavesti na kakšen način? Obstaja razlikovanje med drogami. Torej, droge v smislu, vse te droge, ki recimo MDMA, Norgobice, karkoli druga. Zakaj? Zato, ker potem se najde nek posameznik, mladi posameznik, ki išče svet, raziskuje, išče svojo identiteto, ne ve, v kaj se napredeli, mogoče ima kakšne travme iz svojega družinskega okolja, ne ve, kako razreši stvari, najde zatočišče v tem, Kakšno zatočišče? Ne vem, zatočišče v smislu varnosti, v smislu nekega eksperimentiranja, razumevanja svoje globine, svojega jaza na način, recimo, da konzumira recimo droge, ki mu lahko škodujejo. In iz tega vidika sem recimo jaz, ker mi je mar, smatram, da mi je mar do posameznikov, ne želim, da se na ta način potencialno lahko poškodujejo. Ampak kakšno zatočišče hormonsko se najde v gobah? Ne v gobah, nasplošno. Recimo, zakaj Dal sem primer, psihedelikov. Recimo psihedelikov, ampak jaz si dam v isti kontekst. Vse, kar hočeš, recimo, zakaj imaš potrebo vzeti nek psihedelik? Recimo, ne? Zakaj imaš potrebo? Recimo, zakaj bi ti hotel eksperiment? Ok, rečeš, da si znanstvenik, pa hočeš eksperiment in vzameš enkrat eksperiment. Razumem. Ampak zdaj, da ti zlorabljaš, pa uporabljaš, pa ti ne veš, recimo, ali imaš možnost, da imaš predpozicijo za kakršnokoli drugo, neko bolezensko stanje, ki se lahko razvije, tega ne veš in to je nek riziko. Zato pa pravim, bistveno je, da znanost to spozna, pa potem, ali bo dala zdravila na podlagi tega in zdravila posameznike, recimo, za to, pa to je v redu, ne? A veš. Potem jaz ne nič proti. Ampak kakšna zloraba? Tukaj mi ni jasno. Ja, zloraba je pač, zdaj govorim v splošnem posamezniki, najstniki ali pa tudi starejši, ki pač živijo svoje normalno življenje in recimo uporabljajo različne, ne vem, ali droge za to, da recimo
pridejo čez dan, ali pa da se nekako skrijejo pred zunanjimi težavami. To so moje začetne predpostavke. Da ne bo folk mislil, da zagovarjam, ti vem, da razumeš, da jaz ne zagovarjam kokaina, heroina in podobno metamfetamina. To se strinjamo. Okay, se strinjamo, Greva ostati samo na psihedelikih, pa dejva jih ločiti iz kategorije vse droge. Dej mi tukaj povej, če razumeš, da zloraba praktično ni možna. Greva definirati, kaj je zloraba. Se pravi, lahko rečeva, da je odvisniško ravnanje izhaja iz tega, ali pa da je škodljivo za telo. Pa neodgovorno ravnanje. Z nekim, zdaj ti mi lahko rečeš, v redu, res je, da je neodgovorno, zato pa je tukaj izobraževanje, ki polako izobražiš posameznika, kako naj se dozira. To je moje naslednje vprašanje. A sem jaz na tej oddaji kadarkoli promoviral? Ne. Kaj pa je težava? Meni je vsem pomembno, da jaz rečem jasno in glasno vsem iz mojega osebnega vidika, osebnega mnenja in moje občutka odgovornosti, ga jaz čutim, da je najbolje, da doben se ne vzema kakršnokoli substance, ki mu lahko spreminja zavest. Kava spreminja zavest. Ne, ampak v smislu kakršnokoli substance, kar govorim specifično na droge. Torej vse, ne samo psihodelike. Ampak droge je imaginarna kategorija, ki je izumljena. Zdaj, realno gledamo droge, kot so kokain, amfetamini, spid, to, kar je zdaj ljudje radi uporabljajo danes, za svoje uživanje, na kakrkoli drugače. Torej, jaz nisem imel oddaje o kokainu, vem, da nisi imel. Vem, da nisi imel. Ampak kje so pa tiste, greva sam pinpoint, kje so tiste razlike med nama, ali pa kaj jaz pa recimo Marko nisva povedala v redu? Ne, meni se sam zdel, kaj se meni zdel, da ni bilo povedano v redu, je bilo način, kak je Marko interpretiral neke procese, ki se dogajajo v psihiki, a je on je kaj, ni psihoterapeut, ne? Torej je psihoterapeut, ok. Torej on je psihoterapeut, in on je iz nekih svojega razumevanja, znanja psihoterapevtskega, recimo interpretiral... Druga struja je, ni ta zahodna, to si mi... in interpretiral, recimo, kako lahko to ti pravilno jemljanje, doziranje vpliva na posameznika, da on razrešuje neke notranje konflikte. In kar je meni bilo, mene motil, da je on tukaj dal veliko nekih prepostavk, za katere sem jaz, upam, naredil neko učeno ugibanje, da niso popolnoma res, na podlagi nekih stvari, katere jaz mislim, da vem, in zato sem jaz imel kritiko na njegov način razlage, interpretacije tega. Ne? In jaz recimo osebno, lahko nek drugače razumel, sem razumel, da mi on lahko nudi pomoč, če imam jaz neke psihološke težave, kakšne težave, če grem na njegovo terapijo in uporabljam psihoterapevtsko, da razrešim svoje. Recimo, tak sem jaz del. Ne, on je prav rekel izrecno, da ne dela. Sicer za prijatelje dela, ampak on ne dela terapije. Dobar, ampak to je vague, to je tak mal. Meni je to bilo tak mal, ne? Prosto. Ampak zato... se ti zdi fair, da tudi ti na svoji strani, da si fair, pa ne napadaš stvari, ki niso bile izrečene. On ni promoviral svojih terapij. Ne, dober. Ni promoviral, ni rekel egzaktno, jaz vam lahko nudim mesto to, ne. To se popolnoma strinjam. Ampak hočem reči, zdi se mi pa, da je moja kritika upravičena. Da sem jaz podal stvari in da jih interpretiral tako, sem dojel, da sem prijel in slušam s tem namenom. Zato in kaj je bilo pomanjkljivo? Recimo pomanjkljivo je bilo kakih bolj biomolekularne zaključke razumevanja tega. Recimo, to mi je manjkalo. Lahko tudi to, ne? Samo on ni strokovnjak za te zadeve. Kako ti nisi strokovnjak za psihedelike? Jaz nisem strokovnjak za psihedelike, se strinjam. Ne, da nisi strokovnjak. Niti ne vem, kdo bi bil. Ne, recimo Marko, ne iz tega znanstvenega, molekularnega, kemijskega vidika, ampak z vidika mogoče te terapije. Izkušenja, seveda, ampak sem, če imaš izkušenj, še ne pomeni, da mogoče malo več ima znanja. Nekaj pomeni. Zdaj pa greva tako, ne. Ti recimo nimaš izkušenj takih, recimo, saj kot Marko, ne, ali pa mogoče sploh ne. A se ti ne zdi zelo veliko tveganje za napako, ko imaš močno prepričanje, glede stvari, v kateri ne veš nič. Jaz se zavedam tega, da je to možno, ampak jaz kljub temu se mi zdi,
Zakaj pa pol taka samozavest, glede recimo te tematike? Zato, ker v načinu, kako sem jaz interpretiral njegovo razmišljanje, zato, kar je vse povedal, sem tukaj videl pomanjkljivosti in zaradi tega je temu primerno moja zavest bila bolj ustrezna, da sem jaz pač sklepal, da pač to, kar on govori, je mal iz tega vidika in sem tudi povedal, kje se ne strinjam in kaj mislim, da je. Pač izrazil sem v tem svoje mnenje. In zato se mi zdi pomembno, to sem tudi, mislim, da sem telo enkrat že celo napisal v komentarju, da res najdeš za določen, da res probaš bolj eksaktno podati informacije in da najdeš pravilne stroke. Jaz bi si osebno želel, da pride sem nek raziskovalec inštituta in da ti predstavi neko svojo raziskovalno nalogo ali pa svojih študentov. Glede psihedelikov? Karkoli naš. Vse sem imel znanstvenike, pa bom imel. Ja, vidiš, tukaj se strinjam. Upam, da ne bom kjer užalil, ampak pravi, z mene so sigurno več. Ampak za mene to niso bili znanstveniki, pardon. Sigurno je kakšen je bil prav znanstvenik. Recimo Kononenko. On je bil znanstvenik v uradnem smislu. Vredo, ampak on ni govoril v znanosti. Ampak rekel si, ti bi rad, da en pride in govori o stvarih, ki se ti strinjaš. Točno, ne. Ne, ko se jaz strinjam, da pove eksaktne podatke in da pokaže nam. Pa kdo bo definiral, kaj je eksaktno? Ja, da nam pokaže znanstveno metodologijo na klasičnem eksperimentu. Recimo, jaz sem ti zdaj povedal za tisti eksperiment, ko so delali puls 40 Hz na miški za simulacijo, mislim za razrešitev bolezni, Alzheimer bolezni. In zdaj jaz recimo imam ta članek, jaz sem dostopil do njega. Jaz recimo zdaj imam toliko znanja, da lahko grem čez njega, da pogledam metodologijo, da danem nek zaključek in da recimo naredim neko predstavitev poljudno populaciji. Jaz imam toliko znanja za to, ampak jaz nisem strokovnjak. In jaz pa si bi želel, naprimer, moja želja, mogoče kdo v komentarju tudi se bi strinjal s tem, da pride en strokovnjak, ki dejansko ima zgodovino tega. Jaz se izimam, ko sem obiskoval fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer biokemija, sem imel odlične profesore, ki so bili tudi raziskovalci in ki so imeli raziskovalne naloge in so izdajali članke in pisali. In želel bi si, da pride en tak človek, ki je v tem smislu avtoriteta. Greva se tako zmeniti. Đorđe, če začneš kaj tazga, jaz imam to namen. Jaz ti studio dam za ston, lahko snemaš tukaj znanstveniki. Presežem. Meni je to super, kar ti govoriš. Moramo samo razumeti, da jaz trenutno razmišljam o teh stvarih. Ne, vse super. Včasih... Jaz sem zelo, ti ne veš, koliko sem vesel. Jaz sem tudi ful vesel, ker ti, sploh, ker si tukaj, se mi zdi, da sva ful pokrila teritorija in da sva, saj jaz pri sebi vidim, nekje sem te bolj razumel, kaj misliš. Upam, da tudi ti mojo stran, da v bistvu sploh nismo toliko na napačni strani. Ne. Jaz bi sam rad, da smo manj ekstremistični. Okay. Zdaj en bi rekel, Klemen, ti si ekstremističen, ne? In to se tudi zavedam, valjda se vedam. Ampak si v bistvu deliva to mnenje. Sem vedno vesel, ko komentiraš, vedno sem vesel, res iskreno. Komentiram takrat, kar mislim, da moram povedati in da nekaj vem in potem komentiram. Zdaj, tisto, kar se mi zdi v redu, pač spremem, ne komentiram. A bi želel še, da kaj pokrijeva, kar nisva pokrila? Vem, tukaj enih stvari, da... mislim, lahko komod, jaz sem cajtno. Jaz sem hotel sigurno govoriti o psihedelikih. Sem to 1, 2, 3 znanost, se mi zdi uporabna. Če hočeš lahko nadaljujemo te psihedelike, ker se tebi zdi, recimo, da jaz se ne strinjam sam s tem, da če recimo nekdo uporablja psihedelike, zagotovo ima več znanja o samem delovanju, učinki, ki ga ima njegovo telo v njegovi zavesti, kot nekdo, ki ga ni uporabljal. Ne ve pa nič o molekulah, to se strinjava. Ve pa iz znanosti nekaj. Tako, ima neko izkušnjo. In zato, ampak zato pa jaz pravim, v redu, zdaj moje osebno mnenje je, ali jaz hočem dejansko imeti to izkušnjo. Jaz imam izkušnje z gobicami. Si mi rekel, sam niso bile... Tako intenzivne. Ampak jaz pa hočem nekaj druga tudi povedati, Klemen, da mogoče včasih ne rabimo gobic. Nikoli ne rabimo gobic. Ampak zakaj bi sploh želel, Nikoli ne rabimo gobic. Ne, hočem reči, zakaj bi sploh želel gobice, Meni se že tukaj zatakne. Zakaj nekdo reče, jaz bi probil neko spremembo. Zakaj? Jaz bi se že lahko tukaj ti odgovorim, zakaj. Ampak to je spet osebno. Tako, vse, kar jaz rečem, ne govorim za druge. Zato, ker me zanima delanje znanosti ena. Zelo močno me to zanima. Zato psihedeliki, zato meditacija, notranji svet, filozofija. To spada pod znanost ena. Znanost 3 me je zanimala, verjetno me bo kdaj še mnogo bolj.
Trenutno sem v takem obdobju. Okay. Za tistega, ki ga zanima znanost ena, jaz rečem, psihedeliki so super pod pogoji, tem, setting varno okolje, tako. Nekoga, ki je izkušen, ki je trezen zraven, prava doza, pravi setting. To je super. Ja. Ni pa potrebno. Popolnoma nepomembno je. Ja, se mi pa zdi škoda, recimo, vem, da ni to tvoje mnenje, ampak recimo mnenje nekaterih je, imamo na voljo to orodje, dela neke pozitivne stvari materialno, duševno, dela zelo v znanosti prve osebe neverjetne stvari. Tep lahko imaš to duhovno izkušnjo, pravo duhovno izkušnjo, da ti razumeš ljudi, ki so verni. Jaz tega nisem razumel. Jaz nisem razumel, zakaj nekdo v cerkvi moli, zakaj mu je to dobro, kakšen waste of time. Če gledaš izključno materialno, priješ do tazga zaključka. Da razumeš take izkušnje, so psihedeliki super. Okay. Če tebe ne zanima raziskovanje znanosti ena, ni potrebno. Ne, Klemen, jaz sem raziskoval za nas številka ena in samo da rečem... Prišel si se, zakaj bi gobice, zakaj bi, ne? Zakaj? Vem, ampak samo da ti rečem, a ti misliš, da sem jaz vernik? A misliš, da imam izkušnje s tem? Kaj, v religioznem smislu? Ja, v religioznem smislu. Veruješ v znanstveno metodo? Ja, ampak jaz ti hočem reči, da jaz sem bil vernik. Jaz tudi. No, ja, vidiš, torej jaz sem proučeval stvari iz religijskega, velik del svojega življenja sem proučeval skozi koncept religije. Samo eno življenje je zelo malo. Se strinjam? Ja, sej, ne vem, ali še obstaja več. Se strinjam, več, ampak hočem reči, da jaz imam neko podlago, nekega razumevanja in recimo neke stvari izkušenje, kot ti praviš, duhovne izkušenje, osebnostne izkušenje, ko sem jaz doživljal. In to sem doživljal brez kakršnikoli drugih substanc. Samo moje telo in moja zavest. Ja. Kar sem. Sam pol si razložil, zdaj, ko si prišel ven iz tega, si začel sestavljati stvari. Ampak te stvari, ki so v znanosti ena, če implementiraš znanost 3, si boš sestavil. Valjda boš sestavil, ampak boš šel stran od biti. Ne strinjam se. Lej, če boš vzel 5 gramov gobic, s prevezo čez oči, jaz ti zagotavljam, da tam ne boš mogel sestavljati stvari. Ne, seveda ne bom mogel sestavljati. No, ampak je nekaj. Zavest je, ni da zgineš. Tisti trenutek ne bom mogel zavesti, ampak ko bo... Zavesten boš bil, zelo zavesten. Ne, bom zavesten, ampak potem, ko bo popustila ta kemična... Si boš začel sestavljati. Tako, ja. Morda te bo pa izkušnja toliko spremenila, da boš videl, da je to sestavljanje včasih lahko škodljivo. Morda. Okay, pa jaz to ne govorim za tebe, ker sploh ne vem. Ja. Ampak jaz vem za sebe, da je to gledanje sveta na ta način izključno, ko je bilo pri meni, veliko trpljenja prinese. In jaz manj trpljenja ali pa mogoče še nekaj sreče prinese, ko se odpreš, da ti ne veš o izkušnjah drugih ljudi, pa tukaj nekaj obstaja, nekaj je, mogoče ni dokazljivo, ampak nekaj je in meni je edino to pomembno, da je nekaj dobrega, kar prinaša moji biti, duši, karkoli dobrobiti. Se strinjam. Lahko je pa to karkoli. Ja, jaz se strinjam. In recimo jaz, ker sem imel to neko duhovno gledanje stvari, bolj iz religioznega vidika, jaz sem recimo v tej periodi časa bil, lahko rečem, en izmed najsrečnejših ljudi na svetu, iz mojega perspektive. Jaz sem čutil mir, notranje zadovoljstvo. Ampak jaz nisem bil v tem svetu. Nisi imel pa resnice? Ne, imel sem resnico. Ne vem, kako se misliš, ko sem osebno notranjo resnico, ki sem doživel preko svojega duhovnega spoznanja, katera je to moja osebna resnica. Ja, jaz sem imel popolnoma duhovno resnico. Ampak jaz nisem bil v tem svetu. Kako to misliš? To je drugi svet. To je sprememba preobraza zavesti v tej meri. Ne obstajaš v fizičnem svetu. Odsoten si. To je izjemno slabo. A ne? Povej. Pa zato ti pravim, zato ker nimaš, prvič, ljudje smo družabna bitja, imamo imeti interakcijo in moramo imeti neko relacijo. In takoj, ko imam jaz neko relacijo z nekom, v nekem odnosu, ko prijemo nek višji ureditveni sistem, družbeni sistem, se moj svet ruši. Jaz ne morem imeti več mira. Kljub temu, kakršnokoli metodologijo uporabljam, da kompenziram za te stresne dejavnike, nikoli ne bom mogel. Zato je moj eden izmed argumentov, da preobrazba človeka preko te metodologije, ki nam ponuja vzhodna filozofija, se nikoli ne more povečati na taki veliki skali celotne populacije. Morda. Lahko, moje osebno mnenje, mogoče ni nujno pravilno, moja prepostavka. Pač kaj pa za tebe recimo? Za mene, samo sebe gledaš? Ampak to ni,
To je lahko rečeš, ni dovolj. Meni to ni dovolj. Meni je to, v resnici, čeprav se sliši kontradiktorno, ti ne potrebuješ nobenega, ampak vseeno zanikaš nekaj zato, da lahko imaš nekaj drugega. In na koncu te pokliče, telo te pokliče nazaj, ker je narava zemlje, materialnega stvarstva taka, da te vedno pokliče nazaj. Ne? Razen ko moraš. Tako, takrat pa nisi na nič več vezan. In zato se mi zdi, in kaj če greš skozi vzhodno filozofijo, razumevanje tega je bilo vedno tako, da si se ti pripravljal skozi celo življenje samo na svoj hod, na smrt. Ne, ti si mogoče neke karakteristike smrti hotel že prej dosežiti. Tako, simulirati, ampak zato, zaradi odhoda. Torej, ko ti priješ po njihovi filozofiji, ko ti priješ v svet, ti se rodiš zato, da zapustiš ta svet. O čem govoriva? Ko rečem njihovi, mislim, najbrž ne misliš budizma. Glej, iskreno, Klemen, jaz sem preučeval, kje religije sem jaz, kaj sem jaz preučeval? Jaz sem preučeval krščanstvo, preučeval sem indijsko filozofijo, na te sem najbolj ne. Islamu zelo malo, to je edina stvar, kar nisem veliko preučeval, islam. Poznam judovski misticizem, kabalo, vse ne vem, to so te glavne ampak dosti mojih razmišljanj prihaja iz budizma. Ja, to sem moral reči budizem, pa nisem direktno proučeval v tem smislu, ampak se mi pa zdi, ko pogledam nazaj, iz moje perspektive, mogoče se motim, začel sem pa se mi zdi kot budist. Ker, na primer, če ti zdaj razkrijem del moje zgodbe, prihajal sem iz bolj socialno ogrožene družine in recimo moram reči, da ta okolica, ki je bila in mogoče moje osebne karakteristike, moje razumevanje sveta, moja inteligenca, vse to je prispelo, da sem jaz na način odreagiral, kak sem reagiral in jaz sem poiskal neko zavetje. In zdaj, normalni posameznik, ki sem ti poprečil, poišče zavetje tako, mogoče nekateri v pijanju, a veš, še najstniške delo, nekateri v drogah. In zato jaz hočem na način posvariti te posameznike, ki so mogoče zmedeni, ki ne vejo, iščejo neke materiale, hočejo se nekaj način osvoboditi nekih zunanjih stresnih dejavnikov, da naj ne posežejo takoj po neki, a veš, ne? Se strinjam, ja. Ampak naj najdejo druge perspektivne stvari. Točno to, kar ti govoriš, je Buda učil. Ja. On je rekel, ne mi nič verjeti. Tako je. Preveri sam, znanost ena. Ja. Preveri sam, nič mi ne rabiš verjeti. Ja, to bi se ti strinjal s tem. Ja, in znanost ena je tudi začetno, lahko vidiš povezavo z znanostjo 3, ne? Ja. Torej, naredi eksperiment, preveri. In kaj sem jaz naredil? Samo mi smo že čutila. Dobro, ampak lej, čutila, zdi se mi včasih mogoče malo nenavadno, da jih toliko omenjaš, ker so pač integralni del nas, našega materialnega sveta in vemo, da so nepopolna, vemo, da se lahko zmotijo, zato pa imaš različne druge mehanizme, ki ti omogočajo, da te oni ne prevarajo. Ne, nimaš. Ja. Imaš matematiko, drugače pa nimaš ničesar. Ne. Zato, ker vedno gledaš ti. Ja, okej, ampak ti vedno lahko preverjaš, ali nekaj, kar je, z meritijo. Pa se to smo razlagali. Meritev moraš pogledati. Ja, ampak če ti ne pogledaš nekaj, še ne pomeni, da si zdaj se ti prevaral, če si ti ne meritev. Ne, sam govorim, da nimaš neposredno dostopa do tega, ne. Tudi merito moraš pogledati, gre čez tvoje čute. To ni kontroverzno. Ampak to se mi ne zdi, da je zaradi tega ni pravilno. To se ti ne zdi, da spremeni. Tako. Ker so drugi ponovili isto in to drži. In to je ja, ampak oni imajo iste čutila. Je tako in zato je to. Ja, lahko je vedno prevara. Ja, ne, zato si ti tokrat ponovil in so vsi to preverili in so videli, da je potem ne more biti, dokler tega ne uvršiš, pač ne more biti nič druga in to je edini način. Če čustva narobe zaznavajo. Čutila. Ja? Okay. Hvala, ker si mi povedal. Če čutila narobe zaznavajo, narobe znavajo pri vseh. Ampak, in to, da ti pri vseh. Postavka je narobe, jaz ne pravim, da je narobe. Ma ne narobe, manj. Točno tako, kak morajo, ker to je del materialne, fizikalne narave. To se strinjam, ampak ni pa to vse. Mislim, kaj če obstaja? Dokler ne morem zmeriti, ne vem, kaj je. Tako, to ne obstaja, ne vem, če obstaja. Pravim, kaj če obstaja tretje oko? Jaz ne verjamem osebno. Okay. Kaj če obstaja? Zdaj pa ti mi ne moramo ga zmeriti, zato ker obstaja na neki drugi dimenziji. Pod znanost ne more nič o tem reči. Exactly. Ja, to je moj point. Okay. Znanost prve osebe. Nekdo, recimo, predstavlja, da se tebi zgodi. Zdaj pa mi ti iskreno povej. Ti se zbudiš, George se zbudi zjutraj in začuti močno vibracijo. Utripa, ne potripa, ja. Ok, sem že čutil to. Ne. Počakaj. Ja, v redu. In čez to oko
Zdaj si izmišljujem sproti, da nam kdo verjel, da jaz to resno mislim. Ja, okay. Jaz ne verjamem, ampak recimo, filozofija. Ja. Da često vidiš v drugo dimenzijo. Okay. Drugi svet, ja. A bi se ti prijavil v polje? Bi ti v koraku v polje, pa bi rekel, jaz se tukaj prostovoljno prijavljam, dajte mi tablete. Ja, veš daj. A bi se? Ja, pa veš daj. Kadar bi s svojim delovanjem ogrožil druge, oziroma če bi imel to sposobnost svoje prijavljanje. Ne bi ogrožil. Ne, če to neko moje, ja, in kaj s tem rečem? Ampak bi rekel, to je neres, to je neresnično. Ne, zame je resnično. Ne vem pa, če tako. Ok, znanosti prve osebe. Ampak če pa se jaz postavim, pa rečem znanstveniku, čuj, jaz pa lahko pogledam v drugo dimenzijo. Ne rabiš reči. Ok, potem to jaz nič proti temu. Ti imaš toliko znanstvenega znanja, da jaz vem, da ti ne bi šel do znanstvenika pa rekel, zmeri mi to oko, ker bi ti vedel, da ne moreš, zato se sploh s tem ne bi ukvarjal. Ampak dejva biti res empatična, če se tebi to zgodi. Seveda boš verjel, ker je to znanost prve osebe. Ne, odvisno, kak sem, če bom verjel, če bom jaz bom imel kritičen odnos do vsega, pa bom podvomil v svojo to, bom recimo... Zakaj pa vse ostale zdaj ne podvomaš čutila? Zakaj pa to ne dvomiš? Ne, čakaj. Ne, jaz se zavedam... Jaz sem ti samo dodal eno čutilo. Ne, jaz se zavedam, da so moje čutile popolno. Ampak zdaj dvomim do tebe, da vidim, da ti dejansko nisi tule pred mano, to je absurdno. Sam veš, da me ne vidiš neposredno. Ne, jaz tebe vidim točno tako, kakšne so moje celice in moji mehanizmi pred mano. To nisem jaz. Ampak to veš, da to nisem jaz. To je interpretacija. Tako, ampak to nisem jaz. Ja, jaz ne vem, kaj si ti. No, vem, ampak ti mene ne moreš zaznati. Ampak še ti sam ne veš, kaj si. Pustva zdaj to. Ja ne, seveda, če ti me zdaj hočeš me rečeš, da jaz ne vem, kaj si ti. Lahko rečeva, kako jaz v resnici zgledam. Ti v resnici zgledaš točno tako, jaz te lahko opišem, lahko te naslikam, narišem, lahko pa povem vse mehanizem tvojega delovanja in lahko rečem... Ampak kaj so to? To so neke packe, ki bi ti narisal? Recimo, ti bi mene gledal, ti si slikar, ne? Ja. Bom polinkal tudi tvoj channel, pejte pofollowat Đorđe, tak res lepo riše, oziroma slika, ne? Tudi riše, slikam, ja. Oboje. Ti bi mene gledal in bi me risal. Ja. A sem jaz to na platno? To je, ja, moja impresija tebe, moja interpretacija tebe. Kaj pa levo od platna, ko me gledaš, a sem jaz to v tvojem vidnem polju? Ja. A to pa sem? Ja, ne, ti si oboje to, ne? Jaz sem platno, zato, na platno. Ja, ker jaz sem primer, ne, zdaj če vsečeš zato je tvoja impresija, to je kolekcija vizualne informacije, ki sem jaz prejel, interpretacija možganih, ki sem jaz. In zdaj, če sem jaz bil dober v tem, da sem točno posnemal upad svetlobe, ujel vse to, ja. Tudi iz fizikalnega stališča, kak se zmešal barve. Ne, nisem tebe ustvaril, res interpretiral sem tebe, ampak ko bo nekdo prišel noter, pa bo videl to sliko, bo rekel, to je pa Klemen. Ja. Torej, on je prepoznal... To zgleda kot Klemen, je mislil. Ja. Ni pa rekel, to je Klemen. Jaz se ne pogovarjamo zdaj v vsebini. Ni rekel, to je Klemen. Ne. Reče setko, to je Klemen. Ja, ampak zares pravilen stavek je, to izgleda kot Klemen. Ta slika, naslikanje Klemen. Tako. Ampak to ni Klemen. Tako. In zdaj ti meni... Ampak to je z vsako stvarjo. To ni roka. Zgleda kot roka, ali se lahko pomenujem. Zgleda ali pa tudi feeling. To je samo novo čustvo se dodala. Ja, ne, ampak hočem ti povedati, ampak to ne vzeme možnosti, da jaz lahko pokažem z točno, torej znanostjo 3, v tem kontekstu, da je to obstaja, da je validno, da lahko ponovim to, da ne pokažem. Ne moreš tega dokazati. Mislim, da to, da ti obstajaš, recimo, jaz lahko preverim, lahko različne stvari preverim. Ti lahko samo svojo zaznavo mene preveriš. Ne, ampak ja, viš, ne moreš neposredno mene preveriti. Greva biti ful točna. Ja, sem zdaj nisem kaj rečeš mene. Mislim, jaz lahko zmerim, kako, recimo, svetloba, recimo zdaj, če gledam v IR spektru, ja. koliko toplote, recimo, da lahko zmerim kvantitativno, koliko to je določeno napravo, recimo, lahko zmerim. Kdo pa gleda to napravo? Đorđe? Ja. Ok. Klej imaš že toliko filtrov, da gledaš ti mene na napravi. Vsi se strinjamo, vsa čutila vseh živih bitij na tej zemlji so skladni s tem, zato ker imajo iste interpretacijske mehanizme, ki jim omogočajo, da vidijo realnost takšno, kakšno je. In zdaj dvomiti v validnost tega, se mi zdi, je mogoče v kontekstu neke filozofije, ampak tu se to razlikuje. Mene zanima to, kar lahko izmerim, kar lahko vidim in kar lahko potrdim. Sam nisi eksakten, moraš priznati, da nisi eksakten. Ne, eksakten sem točno tak v domeni, ki mi je dana, da sem lahko. Govoriti pa iznad čutil.
To mi ti hočeš, nekaj, kar presega tega, jaz pa ne morem nič o tem reči. Tako jaz ne morem nič o tem reči. In noben ne more zares. Ampak ni res. Vse so samo približki. Ampak ni res, zato ker posamezniki, ki so proti, ki imajo vedno, ker recimo, bodimo realni, ljudje, ki recimo govorijo vse v svojih filozofiji, bilo ki guru je to, vsi, ko sem jih jaz izkušal, vsi govorijo vedno proti znanosti, imajo isti način interpretacije, vsi, večinoma, koliko sem jih jaz bil, večinoma imajo proti znanosti in vedno rečejo, kao, točno ta argument. To so znanstveniki, ki lahko zmerijo do tega, ker uporabljajo svoje čutila, iznad tega pa ne morejo, in potem pa izpade, da oni samo s svojim načinom interpretacije, s svojim mehanizmom, svojo prakso, lahko pa dosežejo domene iznad čutil, kar je absurdno. Za sebe ja, za druge ne. Ne, se ni važno, tudi če za sebe, torej absurdno. On je človek, ki ima, ampak on pa reče, bom jaz neko skrivnost, neko metodologijo, s katero boš ti odprl določene kanale, ala tretje oko, s katerim boš lahko videl višje dimenzije. Pa plače mi 1000 €. Recimo, ali pa probi. Ja, tako, ne. Tukaj sva na in znanstvenik reče v redu. In lej, mene ne moti, jaz sem tebi rekel, zato pa s tem rečem, prakse, meditacija, pa ti, kot za mene so to, temu se rečem, to so neke vrste psihoze v ravnotežju. Takih jaz pomenujem, iz moje interpretacije. Vso duhovnost. Tako. Ti imaš neko psihotično stanje, kjer imaš vidne, slušne ali halucinacije, ampak nimaš pregnjavice. Nimaš, da so drugi proti tebi. Tukaj še imaš recimo potem upleteno noter zelo izraženo koncept, ko bi recimo v psihoterapiji rekel nadjaz ali pa superjaz. To so potem to ljudje, ki se imajo sebe proglasijo za Boga, kot sem prej rekel, za Boga, za višje bitje, za božansko bitje, ki je drugačno od drugega. In to ima zdaj vse lahko različne posledice. Če ljudje pridejo na oblast, politiki lahko imajo različne. Tu se lahko zdaj potegne prej, kaj hočeš. Mi smo najbolj pomembna rasa, nacija, samo mi smo super ljudje, nadljudje, ki bomo, zato morate umreti, zato vas bomo, ne vem. A se ti ne zdi, če paralelo potegneva med recimo naciji pa nekim tem načinom razmišljanja, pa recimo, da lahko potencialno gre znanstvena metoda v to smer. Zato, ker če ti poimenuješ svet, jaz mislim, da sem ti dokazal, da nimaš dostopa do materialnega. Ne. Mislim, ko smo prej roko gledala, sem ti povedal, kaj ti v bistvu sploh zaznavaš. Ti nikoli roke. Mislim, jaz sem se strinjal s tem, da so to normalna dejstva, ampak to ne pomeni, da sem jaz v tem omejen. Pač omejen, jaz pač povem. Tako, ja. Zavedaš se, da si omejen. To, kar je, in to lahko zmerim in to povem, in to zagotovo, prijem lahko do resnice, da je to, zagotovo je to. Kar je pa preko tega, nad tega pa ne morem govoriti. Se pa lahko to pomakne naprej enkrat, ko imam na tej materialni osnovi se zavedaš, da si omejen. Začutili. Okay? Mislim, misliš to? Ja, mislim. Sam preverjam, nočem kaj usta polagati. Se prav, ja. Pa, če poimenuješ svet izključno kot to, brez da imaš dokaz, gre lahko tudi ta struja v to smer, ne? Ker če boš ti imel en claim, ka veš, da je resničen zate, pa en reče, ti ne smeš to misliti, to je zelo ekstremno. Ne glede, da ne smeš, ampak... Pa se ti nikoli rekel ne smeš. Jaz se vem, ampak mi na YouTubeu govorimo stvari. In pač ti tudi govoriš stvari. Ja, imamo omejeno znanje, ne vemo, podamo podatkov, ki jih imamo, tako. Ja, moramo si samo dovoliti drugmu, da take stvari. Ok, jaz se strinjam, ampak hočem reči, jaz pa vedno pogledam, smo pa tudi odgovorni. Absolutno. Tako. Ti si odgovoren, jaz sem odgovoren. Zato pa je treba... Dosti kričimo drugim, bi mogli biti bolj odgovorni, preden smo sami. Se strinjam, to je tudi res, ampak če podajamo neke informacije, se mi zdi mogoče potem razliko za naprej, recimo, da imaš točno pripravljeno cilj, kaj hočeš sporočiti gledalcem, kaj bi rad povedal, kako, da imaš in nekako bolj natančno razdeliti, recimo vsebino, povedati točno, zato, ker se mi zdi pomembno podati pravilno informacijo. Kdo bo definiral, kaj je pravilno? Ja, pravilna glede na dejstva, ki jih imamo v svetu. Ja, imamo različne poglede na to, kaj so dejstva. Ampak različen pogled če ne pomeni, da je dejstvo napačno. Dejstvo je nekaj, kar pač ne moreš več, to, ki je dokazal, to, ki je potrditev tega, da ne moreš ti več dvomiti v to. Mislim, absurdno je, da ti dvomiš v to. Pač sprejmeš kot dejstvo, ker je to kot potrjeno. Zakaj ti hočem to povedati? Zakaj tu se lahko zgodi neka nevarnost v smislu, da pride do nekih misinformacij, zlorabljanj in potem narediš recimo neko škodo
do rok. Ne? In pol vidiš reče, ja, en je rekel, tam sem videl na YouTubeu, je rekel, deli video. Sveda. A veš, smo tukaj, veš, danes je ta anticepilski, karkoli, a veš, in lahko naredi, zato pa pravim, tukaj je odgovornost, da moraš to podati. Jaz pa nikako ne rečem, ne smemo razmišljati, ne smemo probati različne ideje, ne smemo poiskati različna ugibanja, torej dati različne ugibanja, različne predpostavke, seveda. In zato sem jaz vesel, rekel si pogovor o idejah. In jaz sem vesel in bom ful vesel, da tvoj kanal zraste do milijonskih gledalcev, Klemen. Da 2 milijona populacije Slovenije gleda tvoj kanal in da vsak posameznik, tudi 12-letnik otrok, bo imel nekaj koristi od tega in bo postal, ne vem, boljši človek. Ja, postal boljši človek zaradi tega, razumeš? Se bo naučil. In res to je moja iskrena želja in to je zelo plemenit cilj in zelo velika odgovornost. In se mi zdi, da je to zelo pozitivno za nas kot celota. In se mi zdi, in sem res vesel in pač delaš definitivno dobro. Ful ti hvala za tole. Đorđe, popolnoma enako mislim zate. Okay. Upam, da boš ta channel naprej pelu svoj, ne? Pa upam, da boš še komentiral, iskreno to mislim, ker ti si tisti, ki mene mogoče vleče mal proti sredini. Ja, in jaz mislim, da to rabimo. Ja, jaz mislim, da rabimo. Vsak posameznik misli, da je na sredini, da je na pravem balansu, ampak to je zabloda. Ja, moramo se preveriti. In rabimo iz mojega vidika ekstremiste, da te povleče na to stran. Ampak jaz ne vem, če si ti zares ekstremist. To je iz mojega pogleda. In iz tvojega, ne. In to je zelo zdravo in zelo dobro. In jaz se ti tudi zahvaljujem za vse. Ja. Hvala, jaz ti pravim, jaz sem imel tudi enega prijatelja, ki je v mojem rani mladosti, ki je videl moje zablode, videl je moje ekstreme in je bil glas razuma. In me je prijel in mi je rekel, alo, zbud se, lej, glej. In jaz sem bil tok, da sem poslušal, lahko bi bil svoje, ampak sem bil odprt, sem poslušal, sem sprejel in sem analiziral. In sem potem tudi videl stvari na drugačen način. Ja, vidiš, kako včasih nas lahko premakne stvari, različne dogodke v življenju nas premaknejo in nas prevesijo na eno ali na drugo stran. In vedno iščemo tak nek... In nimamo kontrole na temi dogodki. In to je spiritualno tudi po eni strani. Ker spustiš kot kontrolo temu kaosu v tvojem primeru, v enem primeru vernega je lahko neki entiteti, ki je Bog, ampak spuščanje kontrole, jaz mislim, da je pot v boljše življenje. Ne pa v ekstrem. Ja, ne v ekstrem. Tako, vedno najdeš neko... Sem videl, da si malo zmajev, sem mogel dodati to. Ful ti hvala. Ok, hvala. Sva na vezi. Ok, ja.